zato tudi spodbujam mame. Dajte imeti ob materinstvu, prve par let, bodite mame, ampak pol pa imejte tudi nekaj svojega, kjer se filate. Ker starševstvo je izčrpljujoče, roko na srce. Dajemo, a ne, pa še pa ko vse damo, sem še sitna mama, a ne. Itak, saj sem mama. Tako da to zgodnje otroštvo, eni pravijo, prva 3 leta so ful pomembna, zato ker otrok ogromno informacij o svetu dobi brez besed. A ne, kako mama ga čuti v trebuhu, v končni fazi, kakšen je porod, kakšni so ti prvi stiki. In zdaj, če je mama, a ne, ene ženske so že naravno zelo mehke, zelo čuteče, zaznavajo otroka, ene ne. Pozdravljena, Ana. Živjo. Kako to, da si rekla ja podcast? Moram priznati, da ne rečem vedno ja, pa ne zato, ker ne bi hotela, ampak zato, ker imam res ful veliko stvari. 2 stvari sta mi pomagale. Prvič to, da je bilo ful daleč naprej, enkrat decembra snema, takrat imam še kaj prej. Drugič sem pa poguglala, kaj delaš, in mi je ful všeč, kaj delaš, in sem rekla, to sem pa z veseljem gostja. Hvala. Me veseli, da si v tem nabitem urniku in tako naprej, kakor danes smo, ne, pridni, trdi, delovni Slovenci, se znamo hitro zaposliti, si vzela čas, da prideš v goste. Tako da, mogoče oni, ki te ne poznajo, kako bi sebe opisala, predstavila? Kdo je Ana? Ja, veliko stvari delam, v velikih vlogah sem, glede na temo, ki jo bova danes verjetno odprla, čeprav se zna zgoditi, da bova šla še kam drugam. Sem mama 2 fantoma, David je star 14, Dan je star 11. Sem partnerka, žena. Drugače sem pa po izobrazbi sem komunikologinja, potem sem naredila magisterij sociologije. Vedno me je zanimala osebna rast, moj osebni razvoj. Tako da sem šla pol študirati psihoterapijo, pa sem naredila smer transakcijsko analizo. Pol so me zanimali partnerski odnosi, pa sem šla študirati imagoterapijo, tako da sem tudi imagoterapevtka. Pol me je zanimala še telesna psihoterapija, tako da sem še to doštudirala. Tako se včasih hecam, da sem dvojni psiho, ne. Ampak drugače sem pa po moje zelo tako ena preprosta punca iz Gorenjske, iz Škofje Loke. Karate sem trenirala, ples sem trenirala, še vedno plešem trenutno, me ful navdušuje potapljanje, tako da se potapljam na dah. Delam jogo, pranajamo, zanima me prehrana, zanima me zdrav način življenja, zanima me predelava travm, predvsem pa, kako v medosebnih odnosih vse te preizkušnje, ki pridejo, uporabiti in izkoristiti za lasten razvoj pa za lastno neko pot naprej. Toliko na kratko. Prvo vprašanje, ki mi je prišlo, mislim, tako se mi je pojavilo, je, kako daš to vse v svoj urnik? A ne, mislim, družina, a ne, se pravi mami, partnerka, pa zdaj si predstavljam, ona dela jogo, dela pranajamo jogo, da pleše, neko službo ima verjetno, oziroma neki kdaj pa vzgaja, ne, se pravi, če nam malo predstaviš, kako tvoj teden izgleda ali pa dan izgleda. To me kar dosti ljudi sprašuje, kako se regeneriram pa kako se nafilam, zato ker mene bo to vedno samoumevno, ampak v bistvu sem pol ugotovila, da večina žensk, če bi delale tako kot jaz, so prej ali slej v burnoutu, tako da očitno imam neko dobro regeneracijo. Vedno sem delala 2 stvari naenkrat, službo in študij. Mogoče sem v teh mladih letih zato veliko enega žura zamudila, pa zdaj malo not prinašam, a ne. Ampak ja, delam v bistvu individualno psihoterapijo, delam partnerske terapije, tako da delam kar veliko individualnih ur na teden, potem imam predavanja, ker vodim pač različne skupine, online pa tudi v živo, ampak si pač skombiniram. Zjutraj, ko sta otroka doma, preden gresta v šolo, smo skupaj. Ogromno tudi od doma delam, ker imam pač zdaj online to omogoča. Včasih tudi vstanem, v ponedeljkih zjutraj vstanem malo čez 5, zato da sem ob
7 zjutraj v Ljubljani, da do 8 odplavam, pa sem potem ob 9 že v službi, a ne. Tako da, ne vem, nekako sem si uspela skombinirati. Vikend, da si ponavadi vzamem fraj, ampak danes sem prišla sem. Otroka sta tudi že najstnika, ne rabita me več toliko, ker sem bila res tako, 5 let sem bila mama, 24 ur mama, pol še naslednjih 5 let sem bila zelo veliko mama, ampak mogoče sem si tudi zato tako zorganizirala službo, da lahko takrat, ko sta bila v vrtcu pa v šoli, da sem jaz lahko delala, okrog sem bila pa mama. Ne. Zdaj pa kakšno uro, ker sem bila včasih mama, dam pač seb, pa grem na razne športne stvari ali pa, ne vem, zvečer plesati ali pa kakšen dan v tednu s prijateljcem ven. Tako da zelo sem uspešna v kombiniranju stvari in zelo hitro preklapljam med eno in drugo vlogo. Mislim, da je to kar ena taka moja dosti močna kvaliteta. Res je slišati, da imaš te kvalitete menjavanja vlog, ampak še eno stvar sem zaznal je, da veš, kaj so tvoje prioritete. In si poskrbela, ko je bil čas v življenju za otroke, si rekla, si bila mama, pol, ko so malo odrastli, si malo že mešala, zdaj, ko so pa še malo bolj odrastli, pa lahko še malo bolj mešaš. Pa če greva v tisto prvih 5 let, sama mama si bila, a ne? Pa mogoče preden sta postala starša, kako sta s partnerjem, sta si kaj prav namensko strukturirala družinsko življenje, se pravi, tu so najine vrednote, tako bova vzgajala in tako se bomo organizirali, ali je bilo vse bolj sproti, ali ni imelo neke, a veš, tako, kako sta to speljala? Midva z Rokom sva bila prej že zelo dolgo časa skupaj, mislim, da celo 15 let, preden sva imela otroke. Zelo zgodaj sva tudi začela, pol ljudi Koliko sta bila preračunavajo. Ja, koliko sta je? Jaz sem bila stara 16 let, on pa 17. Bravo. Imam prijatelja, ki sta isto tako, ona mislim, da je bila 15, on pa 17. Ja, tako da jaz sem prej študirala in v bistvu moja magistrska naloga je bila na temo navezanost otroka na mamo. Teorija Johna Bowlbya in kako v bistvu prenašamo te medgeneracijske vzorce naprej. Tako da jaz sem že prej ful veliko stvari preštudirala in to me je ful zanimalo, ne, tudi to odnos z mamo pa z babico in tako, kako se prenašajo določeni vzorci, kako jih čisto nezavedno prenašamo in potem sva si želela otroka, ne. Ampak najin David je seveda malo počakal, a ne, prišel ob svojem času. In on je otrok, ki je mene naučil vse, kar me prej noben drug ni mogel. Ne? On je mene toliko zahteval, da saj sem si želela biti mama, ampak jaz sem takrat tudi, prej sem delala tudi na televiziji in v bistvu, ko sem zanosila, smo vse projekte, ki smo jih delali tudi družinsko s staršema, so mogli drugi prevzeti. In ene stvari so tudi zaključili, ker enkrat je mami rekla, v bistvu, če ti greš, rabimo 5 ljudi, da tebe nadomestijo. Ker sem veliko stvari delala tako, za kamero tudi. In sem si želela biti mama. Je pa dejstvo, da je David tak otrok, da tudi če bi hotela kaj drugega delati, mi ne bi pustil. On si je pač vzel. Ne? In vse Kako je to nekaj... izgledalo? Ja, pač po vseh tistih teorijah, kdaj otroci spijo in koliko spijo in kako jih uspavati in tako naprej, on je šel vse mimo tega. Ne. Je pa res, da sem tudi jaz bila otrok, ki sem manj spala kot ostali in sem nekako razumela, da pač vsak je unikaten. Ne. Veliko energije ima tudi on, zelo je tisti, ki si nekaj zamisle, naredi, ni mu problema. Tako da sva bila zelo aktivna. Potem čez 3 leta je pa prišel drugorojenec, je pa Dan. Sem rekla, kako bo to šlo, če bo še en tak, kako bom jaz to vse speljala. Ampak Dan je pa čisto drugačen, je pa zelo umirjen. Ima ful druge kvalitete, ampak sta ful različna. In sta me v bistvu učila, kako teorijo, ki sem jo imela, dajati v prakso. Eno je teorija, praksa je čisto nekaj drugega. Prej sem veliko že delala individualno s posamezniki pa s pari, sam pa otroku ga ne moreš posedati na stol pa mu stvari razlagati. In ogromno sem se naučila pri čustvenih izbruhih, kako mu pomagati v bistvu otroku, da se zregulira. Jaz sem v bistvu začela z odraslimi, pa sem videla, kako otroštvo vpliva na odrasle ljudi. In potem sem si želela pri svojih otrocih določene stvari drugače narediti mogoče. In tudi zato starši zdaj veliko delam, sploh z mamam, kako lahko starši že od
otroštva naprej naredimo kakšne stvari drugače. Ne, da so prejšnje generacije delale slabo, ampak vsaka generacija ima tudi več informacij, vidimo, kaj funkcionira, kaj ne. Tako da me je učil, a ne, oba sta me učila, vsak druge stvari. David me je zelo učil, kako v tem nekem zelo intenzivnem okolju se umiriti, medtem ko Dan je pa kontra, on je pa ful umirjen, ful rab več miru, je pa mene učil, kako se ustaviti. Se pravi, David me je učil s tem, da je bil povsod, kako vse stvari druge dati stran, Dan pa kako biti prisotna tukaj. A ne. Tako da vsak je po svoje učitelj mene, stvari, ki se jih prej nikakor me niso se prele. Ne. V teoriji si jih vedela, težko Tako, pa dala v praksi. Tako. Pa si bila pol, takrat, ko sta bila dva mehna, 100% mami, se pravi, nisi nič drugega delala, razen bila si mami, ali si vseeno imela kakšno službo? Sem imela izzive s tem, da me nekdo živi in sem odvisna, to sem mogla pol spustiti, ker sem vedno hotela biti samostojna, sama služiti svoj denar, odločiti o svojem življenju. Tako da, ko je bil David star 1 leto in je prišel čas, da ga dam v vrtec, je bilo tako meni, mogoče to za mene ni najboljša izbira. Kar sem sicer povezovala s tem, ker mene je mama imela zelo zgodaj, ker je bila stara 18 in je takrat še študirala, v gimnazijo je še hodila in sem jaz zelo zgodaj šla v vrtec, v jasli, po moje že z enimi 9 meseci. In ne vem, mogoče so tudi moje zgodbe takrat zbujale. In sem rekla, jaz bi bila pa še doma z Davidom in Rok me je podprl, je rekel, glej, ni problema. Ampak mislim, da sem z Davidom bila 3 leta doma, pa potem še z Danom 2. Sem pa vmes, je bilo pa tako, Rok je prišel iz službe, pa jih je prevzel, jaz sem pa šla popoldne, takrat sem pol še eno oddajo na televizijo vzela, pa sem ob sredah hodila in sem snemala 4 oddaje za cel mesec, tako da sem imela nek svoj prihodek, ampak večino časa njunega budnega sem pa bila doma in mama. V enem trenutku mi je bilo pa tako, ok, zdaj pa jaz rabim tudi kaj drugega, ker ne morem biti več samo mama, ker sem izčrpana oziroma hočem še kaj drugega, pa sem pa počasi dodajala. Pa sem začela delati s klienti, spet nazaj, a ne. Pa sem šla, ne vem, za 1 uro, za 2 v Ljubljano, pač ni bilo tako, ni me 10 ur, ampak sem si, ne vem, v petkih delala popoldne recimo, pa sem počasi potem nazaj prihajala. Ok. Bi se še malo držal tega, ker si dala super in se mi zdi, se pravi, ki si rekla, težko mi je bilo, da me bo nekdo živel te zgodbe spustiti, a ne, ker se mi zdi, da mogoče danes se tako malo, temu reče tradicionalna vzgoja, mami doma, oči dela in zdaj je ženska odvisna od moškega in moj bog, ne, zakaj ne bi bili skupaj ekipa, če in tako naprej. Se pravi, če me peleš malo čez ta proces, a veš, kako si to doživljala, kaj si ti je dogajalo, mogoče kaj okolica rekla, ki mogoče je prišlo vmes celo mogoče pa bom vseeno ga raj dala pa šla delati, ker to ni dobro, a ne. Samo tako, da je mogoče bi kakšen par podprl, ker meni se zdi, da, ker pol naslednje vprašanje, ki sledi, no, lahko ga tudi izpelješ iz tega ven, je, kaj ti je tu kot ženski mami dalo, da si takrat vzela čas in rekla, jaz bom pa zdaj 100% mami, razen enkrat na teden, ali enkrat na mesec, ko si snemala oddaje, kar je pač tako, ali pa če bi si vzela tistih par ur zase pa šla nekam tako, da malo ventiliraš to mami pritiske mamic. Ja. Ja, v bistvu tukaj bi rada povedala to, ker vidim pri ženskah zelo velik stisk. Ene bi ostale doma po koncu porodniške, pa okolica pritiska, da pojdi v službo ali pa saj že dosti star in tako naprej. Ene pa mogoče ne želijo ostati doma po koncu porodniške, imajo dovolj, enostavno so izčrpane. In v bistvu, ko delam z mamami, jaz vedno probam izhajati iz tega, da podprem mamo. Ker če ti nekdo reče, moraš biti doma, ker je to ne vem zakaj dobro, boš zelo težko in ne boš sploh tam prisotna. Seveda je tukaj še otrok pa njegove potrebe. Jaz sem ful hvaležna, da imamo v Sloveniji porodniško, kakršno imamo, ker drugje v svetu ni povsod tako. Če pa gledam čisto strani z otroka, ni pa nič narobe, če je mama
vsak mesec se pozna še malo dlje, ali pa da je mogoče kakšna manjša skupina, ali pa pač veliko staršev išče neke alternative. Ne. Jaz vidim, da sem zelo taka, da po eni strani sem zelo prilagodljiva, zelo lahko sodelujem, za stvari, ki so mi pa zelo pomembne in ki so mi zelo pomembne vrednote, bom pa naredila po svoje. In tle imam srečo, da sva bila z možem, z Rokom, zelo nekako kompatibilna. Ali pa sem mu mogoče jaz tudi ene stvari predstavila, pa povedala, pa jih je sprejel ali pa razumel, ali pa so se mu zdele smiselne, ker ne bo naredil nekaj, kar se mu ne zdi smiselno. Ampak mu je bilo tudi to, a ne, starševstvo, pa da so otroci okej, zmer pomembno. A ne. In ne vem, nekako naravno mi je bilo, da ko je bil star 1 leto, da ne vem, sva doma mislim, se nisva bila zdaj doma, z Davidom sva hodila, pa sva hodila plavat, pa sva hodila na igralne urice, pa veliko sva bila vzuni. Po Škofji Loki imamo tam reko Soro, pa sva bila, a ne, cele dopoldneve aktivna. Ampak ja, v glasu se mi je en ta del, zdaj bi jaz mogla iti nazaj v službo. A ne. Takrat je bilo tako, da preden sem šla na porodniško, sem jaz imela pač že svojo prakso psihoterapevtsko, dosti sem zaslužila. Ne. Porodniška pa pač SP-jevci ni prav dobra. Ne. Ampak on je rekel, meni to sploh ni problema, jaz ne vidim, on ni imel problema s tem, da sem jaz doma. Pri meni so se zbujali neki strahovi, a ne. Mogoče ta, občutek ene odvisnosti, ker sem skozi bila zelo samostojna, tudi starša sta me v to spodbujala. Ampak mi je bila pač ta vrednota, da sem z Davidom doma, očitno višja. Sem pa jaz, tako kot sem rekla, 2 različni smeri psihoterapije doštudirala, kar pomeni 6 let izobraževanja iz ene, to pomeni toliko in toliko individualnih ur osebne rasti, tralala. In sem vse te svoje neke stiske vedno tudi imela nekoga, sicer v sklopu študija, ampak na koncu sem ugotovila, da je to bilo za mene. Za mene ful dobro, a ne. In tudi, ko sem recimo svoje projekte začenjala, so bile čisto poslovne stiske, a ne. In takrat sem hodila na individualno, pa mislim, da sem še celo neko partnersko imela, ker sem se za partnersko terapevtko izobraževala in pa smo mogli partnerske izkušnje imeti. Ampak jaz sem odpirala teme, ki so se mi odpirale, tudi na partnerski so se mi odpirale poslovne teme, pa sem jih odpirala. Ali pa na individualni uri pač neke stiske, ločitvene stiske, kako otroka dati od sebe, a ne. Pač zdaj je bil 9 let z mano, zdaj pa kar, ne vem, ga dati v vrtec, pa ga 8 ur ni, kako je njemu to, kako je meni to. Skratka, vedno meni to nikoli ni bil tabu in tudi ni me sram povedati, a ne. Pač jaz sem študirala in sem tudi mogla imeti toliko in toliko individualnih ur, ampak jaz to vsakmu priporočam. Ne pomeni to, da mora vsak iti na psihoterapijo, ampak imejte prijatelja, z njim se pogovarjati, ali pa ne vem, pojdite v naravo, drevesu povejte. Se pravi, dajte naslavljati svoje stiske in sem ogromno stvari mogla spuščati. In tudi zdaj, ko sta najstnika, je zopet spuščanje, a ne. Zdaj sem bila mama, pa podporotničko, pa tako naprej. Zdaj pa čas, da gresta. Kar pomeni, da moram tudi jaz imeti svoje življenje, ker če sem samo mama in je to moja edina vloga, podzavestno bom zelo težko otroke spustila, ker izgubljam smisel svojega življenja, a ne. Zato tudi spodbujam mame, dajte imeti ob materinstvu, okej, prve par let, bodite mame, ampak pol pa imejte tudi nekaj svojega, kjer se filate. Ker starševstvo je izčrpljujoče, roko na srce. Ja, deluje, ne. Dajemo, a ne. Pa še pa, ko vse damo, sem še sitna mama, a ne. Itak, saj sem mama. Ampak če nimamo virov filanja, se enkrat iztrošimo. A ne. In tvoj vir filanja je plavanje pa joge. Jaz sem imela zelo veliko samosabotaže do ukvarjanja s sabo. Okay. Ukvarjanje z drugimi gre zelo dobro. To naj gre ponovadi vsem. Tako da sem dejansko kar nekaj let svojega življenja porabila za to in tudi časa in denarja, da sem hodila nekam, ne, ali na terapijo, ali na delavnice, ali na neke aktivnosti, ker enostavno, če sem se doma usedla in zamižala ali pa probala delati neko čuječnost ali pa jogo, moja glava je bila čist
nemirna. A ne. Z leti sem očitno sprostila tudi stvari v svojem telesu, ker je to povezano tudi z živčnim sistemom. Če je živčni sistem takole, pač jaz ne morem biti umirjena. A ne. Tako da zdaj sem prišla do tega, da imam tudi lastno vsakodnevno prakso doma. In se dejansko usedem, diham, dam si gor eno glasbo, se probam začutiti, probam priti vase, probam začutiti izzive, ki jih imam in jih spuščati. Od športov, ki jih pa trenutno, ja, sem se pa navdušila pravzaprav 1 let nazaj, tako da nikoli ni prepozen. Jaz sem stara 45, ne? Pa mi kera reče pri 35, jaz sem že ful stara. Ok, jaz sem še malo starejša. Tako da pri 40 sem šla plesati, lansko leto sem se šla potapljati, prej sem se že potapljala z jeklenkam, lansko leto sem pa šla potapljanje na dah, ker se mi zdi ful pomembno, da odpiram prsen koš, a ne, tudi tukaj not imamo tudi polno ene žalosti in travm in tako naprej. Tako da sem se potapljala na dah, do 20 metrov sem prišla. Bravo. Zdaj sem pa začela se plavati, ampak v bistvu tudi poudarek na tem, da zadržuješ dih. Sprav. Gor pa dol. Gor pa dol brez dihanja. Nice. Ja. Tako pa, prej sem bila ful aktivna, preden sem otroke dobila, sem karate trenirala. Imam črn pas v karateju. Dobro. Pazi. Že sem se kar umiril. Ja. Pa, skakala sem s padalom, samo pa, ker sem mama postala, sem pa rekla, ok, to bomo dali zdaj na pauzo in je bilo na pauzi do letos polet. Ker sem si pa rekla, da grem še enkrat in sem šla skočiti s 6000 metrov. Bravo, sama. Ne, V tandem. tandemu. Okay. Tako da ja, take stvari, v bistvu mene, šport me fila, zabava me fila, dobra družba me fila, ampak sem jaz tista, ki dejansko rabim reči, aha, to hočem, to želim, gremo. Noben ne bo potrkal na vrata pa rekel, mislim, ok, kakšna prijateljica že pokliče pa gremo, ampak ljudje dostikrat hočemo eno spremembo. Pa jaz rečem, ja, ok, kaj pa želiš? Ja, ne vem, rada bi šla ven. Ja, ne vem, poklič prijateljico, pa pejta ven. Torej, daj si ustvar življenje, ki ga hočeš imeti. Mislim, jaz bi živela na Maldivih, ampak mogoče to zdaj ni ravno izvedljivo. Sam znotraj tega, kar imam, a ne, kako si lahko vsak dan naredim, da je lepo, da se dobro počutim, da mi je fajn. To se ful velikokrat vprašam. A ne? In pol si kaj od tega tudi tam na urnik. Bravo. Zanima, kako je pa čez tvoje oči, ne, sej njega ni tukaj, Roka, ne? Kako je pa on tu doživljal očetovstvo? Tako je bil ful zaposlen, ker si bila ti doma, je mogel on pol toliko več delati, ali pa je ni bil pol toliko prisoten, kakor je hotel, sta se kdaj o tem pogovarjala, kako sta to manevrirala? Ja, v bistvu tako je. On je bil zelo uspešen v službi, on je bil ekonomist, finančnik in je delal za ene sklade, ampak on je tudi hotel biti oče. Ne? In v bistvu potem situacija taka postala, da on je, ne vem, zjutraj ob 6 vstal, je šel v službo v Ljubljano in je prišel tam ob 5 domov, a ne. Kar je za koga zdaj še ful zgodaj, a ne. In se je potem začelo dogajati, da sta otroka ga ful pogrešala in sta pač jokala zjutraj, kje je oči, a ne. In jaz sem takrat začela ustvarjati Ljubečo mamo, to je ena spletna skupnost, ki zdaj že, ne vem, 8 let jo vodim. In takrat še ni bilo, a ne, vsega tega online. Jaz sem bila, mislim, da celo ena prvih v Sloveniji, ki sem to naredila. In sem se pohecala, sem rekla, ko bom pa s tem projektom toliko in toliko zaslužila, pa lahko ti službo pustiš, pa bova lahko oba doma, ne. On je sicer rekel, ja, sam po mojem ni čisto verjel v to, mi je pa v bistvu ta projekt pomagal postaviti. Jaz sem delala vsebine, on je pa vzadaj mi vse postavil, a ne, se pravi, spletno stran, on je računalniški tip, jaz pač to nisem. In dejansko se je to zgodilo, da zelo hitro sem imela toliko članic, da nama je finančno zneslo, da bi on lahko svojo redno službo, dobro plačano, pustil. In je mogel iti čez kar nekaj svojih procesov, zaradi tega, ker on si pa skozi želel imeti stabilno službo, ki mi je predstavljala varnost.
In na enem trenutku je pustil to svojo službo. Prav. Tako da sva bila pol oba doma, delala ljubečo mamo, pač jaz en del, on drug del, potem je prišla korona, tako da sva kar nekaj let dejansko soustvarjala in bila doma. Ne. Mislim doma, nisem bila skozi doma, ampak delala od doma, preden so vsi začeli to delati med korono. Ker je želel biti oče in je bil. In je, mislim, da jima je dal ful veliko popotnico. Sigurno. Ja. S tem, da je pa lansko leto šel pa nazaj, sicer ne v svojo staro službo, tako da tudi on zdaj počasi priklapla neke svoje stvari, ki jih je spustil nazaj. Mislim pa, ni ga tukaj, ampak mislim, da bi rekel, da mu ni žal, zato ker pol otroci odrastajo, te ne rabijo več in ne rabijo te več na tak način. David itak zdaj že tako reče, jaz grem, pridem, ker je že tako star. Tako da mislim, da sta otroka v letih, ki sta najbolj rabila, dobila, ne bom rekla vsega, daleč od tega, ampak en del tega, kar sem si jaz sigurno želela, da dobita. Da, in več časa starš. Ja, prisotnost, vsaj fizično, vsaj veliko smo fizično prisotni, pa nas ni, ampak dajmo reči, da sva naredila najboljš, kar sva zmogla. Vsekakor, ampak mislim, da tako, nek nadstandard sta dala svojim otrokom, če tako bi gledal iz nekih izkušenj prisotnosti v času. Hvala. Ja. Mislim, marsikdo ne bi tega naredil, kar je on, pa seveda. verjetno tudi ne to, Pa kar še za ženo greš delati. Ja. Ja. Rečemo, lahko trpi več ravni, ne? Ja, Ampak, mogoče res. Kako sta pa, a veš, ko vsi dosti zunaj vlada to, ne delati biznisa s prijateljem, ne družina, ne? Zdaj pa on pusti, rečemo, visoko rangirano, dobro plačano, varno službo, dobro mu je šlo, ne? Pač vsi pokazatelji so, če to spustiš, si idiot. Ne delaš tega, tu se ne dela, a ne? In on reče, ok, spustim, hočem biti oče. Zdaj tle žena je nekaj rekla, njej gre dobro, da jo podprem, gre dobro temu projektu. Kako sta pa skupaj vodila pol ta posel oziroma ga še, a ne? Ker bi si predstavljal, da zdaj to pomeni, da si 24 ur na dan si skupaj, ne? Če si poslovni partner, ko pa daš to vlogo dol, si pa partner, pa še starš, a ne? Ja, v bistvu jaz sem to pri mojih starših videla, zaradi tega, ker moja starša, moje žene, 20 plus let tudi delata skupaj, a ne, in sta ustvarjala televizijske oddaje, potem sem si ima še jaz priključila, tako da so plusi in so minusi. Ne vem, to bi mogoče on svoje strani mogel povedati, ampak tukaj nisva imela težav, zato ker sva imela zelo ločeni vlogi, pa tudi značajsko sva si zelo različna, tako kot sta otroka zelo različna, en je mogoče energijsko malo bolj po meni, en pa po njemu. In jaz se nikoli nisem vtikala v njegove stvari, kako mora delati in kaj mora delati, on pa pač ne v moje, a ne. In to sva se zelo hitro pač zmenila, ker sva ta projekt peljala že preden je, ko je imel on še tudi svojo službo, sva si vloge razdelila, a ne. Tako da tlele nisva imela težav. Tudi kar se tiče financ, nisva imela nikoli težav, ker sva prišla skupaj, ker nisva imela nič. Tako da karkoli sva ustvarila, je pol, ne. Ne, tukaj nisva imela izzivov. Vrhunsko. Tako, bi rekel, da ne vem, jaz si tudi tle pri The Life ustvarjam v bistvu z Dejanom, prijateljem, ali bi si tudi želel, da je Urša večji del tega, tako da ne vem, ali pa en dan mogoče narediva skupaj brand, pa bom jaz bolj, a ne, v njeni, v tej vlogi, kar mi sploh ni pač na koncu je pomenilo, da partnerski odnos deluje. Se mi zdi, da ko priješ domov, da te partner z veseljem objame in da te otroci z veseljem pričakujejo, a ne. Mogoče, ko so mlajši, še bolj, ko so najstniki, so tako, mami, ampak
Dober. Če se vseeno pride vsake toliko stisniti, reče, da te imam, pa so te osnovne stvari poštimane, je to. Ja. Na koncu je to tisto, kar največ šteje. Ja. Kar mogoče po tvojih izkušnjah psihoterapevtke, pa še druge terapevtke, ki si nisem zapomnil vsega. Koliko vidiš, da tu naredi ene škode pri ljudeh, ki ne cenijo tega, mogoče ali pa ne znajo ceniti tega? In kaj bi se dalo narediti, da bi mogoče več fokusa imeli na družini, pa večkrat manj na teh ostalih stvareh? Oziroma, kako sploh ti vidiš, če vse, če povzameš? Ljudje smo trdoživi, pa se na marsikaj prilagodimo. In ni zdaj pravilo, da tisti, ki je imel same rožice v otroštvu, vse tega itak ni, tudi če mislimo, da so za 4 stenami, se marsikaj dogaja. Ali pa tisti, ki je imel zelo težko otroštvo, da pa zdaj v življenju je prikrajšan, ker se tudi zelo različno prilagodimo. Ampak dejstvo je, in to tudi raziskave potrjujejo, in vedno več stvari razumemo, ne samo neka teorija. Včasih so postavljali teorije, zdaj pa je bila prava ali ne, pač smo lahko ugibali. Ampak zdaj pa lahko že vejo, kako se razvija živčni sistem, kako se razvijajo možgani, kako se razvijajo strukture v možganih, kako določene travme, pa tudi prenosi medgeneracijskih travm, kako to vplivajo na nas tukaj in zdaj. Ker marsikdo reče, to je bilo 30 let nazaj, ne bom se s tem ubadal. Ne rabiš se s tem ubadati, ampak če je bilo to nekaj, kar ti danes živiš, ta vzorc, pol je to tukaj, pol to živiš, če se tega zavedaš ali pa ne. In jaz to zelo veliko vidim v partnerskih odnosih, zato ker med konflikti pridejo te stvari ven. Se pravi, tam, kjer imamo stalno neke izzive, tam, kjer se stalno zatikamo, tam, kjer se nam ponavljajo iste zgodbe, zelo velikokrat je to kakšen vzorc in velikokrat je to tudi mogoče en print, ki smo ga dobili v otroštvu. To ne pomeni, da so starši grozni, to pomeni, da pač so dali najboljš, kar so lahko, ampak mogoče smo bili mi, ali pa pridejo včasih starši, pa se zelo trudijo, sam je otrok mogoče malo z drugega testa. Če dam en tak primer, če je sta mama pa oče, ne vem, kaktus, otrok je pa marjetica, rab drugačen pristop kot kaktus. Kaktus ne bo jasen, ker zna kot kaktus. Ali pa če sta, ne vem, en je vrtanca, en je pa tulipan, otrok je pa kaktus. Se pravi, z največjo ljubeznijo mogoče rožo ful zalivam, roža rab pa sonce. Torej, lahko starši tudi zelo dobro hočejo, pa če ne vidimo otroka, kaj otrok rab, ga bomo zgrešili. In zdaj vsem je jasno, ne vem, če otroka tepemo, če ga zanemarjamo, če ga zlorabljamo, če ga sramotimo in tako naprej, da to za otroka ni dobro. Ampak velikokrat, pa bom rekla jaz, pa zelo veliko delam s populacijo, ki mogoče ni bilo teh zelo močnih zlorab, ni pa bilo tega, kar so rabili. Pač nisem bila videna, nisem bila slišana, zgrešili so me, noben me ne razume, imam občutek, da sem čudna, skozi se mi iste zgodbe ponavljajo, težko skomuniciram, ali pa jaz bi več bližine v partnerskem odnosu, on se mi skozi umika. Ali pa mogoče ženska hoče manj bližine, pa partner prihaja preblizu za njo, pa ima občutek zadušenosti. To pa ponavadi niso zgodbe od tukaj in zdaj, ampak so že printi eni nastali v zgodnjem otroštvu. Vedno več se govori o tem, kako je pomembna nosečnost mame, zato ker se takrat fizično stvari nastavijo, tudi živčni sistem. Ampak to ni doživljenjska obsodba, to je samo, tukaj sem, to se mi dogaja, to se mi ponavlja, rada bi nekaj spremenila, kako zdaj to prepoznati in stvari spremeniti, kar pomeni več zavedanja. Samo ne samo tle sprememba, ne samo da razumem, to je telesna sprememba na nivoju živčnega sistema, na nivoju energetskega sistema, gremo tudi v te vode. Ampak dejstvo je, da mi živimo svojo preteklost v tem trenutku. Zdaj pa eni bojo govorili o tem, da moramo mindset spremeniti, eni bojo govorili o tem, da moramo prehrano spremeniti, eni energetski sistem, eni reset živčnega sistema. Meni je ful dobro, da je internet prinesel vse te informacije, da so se ljudje začeli prebujati. Ampak jaz vedno rečem, spodnje čakre, prizemljenost, zgodnje otroštvo, tukaj in zdaj, življenje tukaj, pa lahko gremo tudi
gor. Če drevo nima korenin, ne more rasti. Ne? Tako da to zgodno otroštvo, eni pravijo, prva 3 leta so ful pomembna, zato ker otrok ogromno informacij o svetu dobi brez besed. Kako mama ga čuti v trebuhu, v končni fazi, kakšen je porod, kakšni so ti prvi stiki. In zdaj, če je mama, ene ženske so že naravno zelo mehke, zelo čuteče, zaznavajo otroka, ene ne. Kar je lahko, rečemo, neka osebnostna lastnost, lahko pa tudi rečemo neka disociacija ali pa neka travma. Pač, če ne čutim sebe, bom težko čutila ljudi okrog sebe. Kako ga čutim, kako ga razumem, kako zadovoljujem njegove čisto osnovne potrebe. Pol pa začnemo tudi z verbalno komunikacijo, samo printi so pa največkrat narejeni, že preden otrok sploh začne besede uporabljati. Neverbalna komunikacija, torej prva leta. Pa na to nalagamo. Zdaj pa, če ima hiša trhlene temelje, od tam naprej bo vse na trhlenih temeljih. Zato so temelji pač pomembni. Zelo pomembni. Jaz, če bi bila zelo visoko na kakšni poziciji, bi za ta prvi del starševstva mame zelo podprla. Samo mame so same, mame so same cele dneve z otrokom. Vse je, to je za mnoge ženske tudi ful frustracija. Se počutijo same, osamljene, brez podpore. Ene imajo starše, da jih podprejo, ene ne. Ampak v bistvu rabimo podpreti mamo in jaz vidim tukaj vlogo očeta. Različni vlogi imamo, ampak če oče podpre mamo, lahko mama čisto drugače tudi skrbi za otroka. Sem enkrat srečala enega očka, v dvigalu smo stanovali v stolpnici, ki je imel majhnega otročka, pa plenice, pa WC papir, pa vrečke, pa je tako rekel, se počutim, da sem sam, zato sem dober, ker pač ta mala veš tako majhna, da jo mami dojila, pa si počutil čisto nekoristnega, pa sem rekla, ne, ti delaš stvari zato, da je mama lahko mama, ful terap. In pol je tako, sem mogoče pa nisem čisto nekoristen, mogoče pa nisem šel samo v štacuno. Ne. Očetje rabijo na začetku podpirati mamo, potem pa seveda tudi prevzeti to očetovsko vlogo, ki jo mame ne moremo. Ja, se mislim, da ker se o mamah mogoče vedno več govori, tako o fotrih ni nič. Tako mi nič nimamo, mi nobenega, te pripravni za očete, kako biti koristen med porodom, kaj zdaj delati prvo leto potem, ker se otrok večinoma doji, ker se zmanjša prvič 6 tednov, ne sme biti intime, recimo. Pol, kaj zdaj delati, kako si koristen, nisi koristen, zdaj ona tam leži, recimo pri nas taj se je 1 uro pa pol dojil, pa 10 minut mera, pa na drugo stran, pa 1 uro pa pol, tako da Urša sam ležala z njemu več ali manj, niti ni veliko se je mogla gibati in tako naprej. Kaj, razumeš, in pol, ja, sej, neki bi, ampak pridejo te občutki, da si nekoristen, da si nepotreben, da si kar za brez veze tam, ali pa če te ne bi bilo. Ni res. Ja. Sploh ni res. Če tebe ne bi bilo, bi tvoja partnerka imela pohranjenih drugih izzivov, od občutkov, da je sama za vse, da je, ne vem, zapuščena, da kako bo to ona zmogla. Se pravi, ta vaša prisotnost fizična in emocionalna je ful pomembna. Ja, na začetku pač čisto biološko imamo drugo vlogo, ampak ne vem, pač moja izkušnja je, da je oče nepogrešljiv. Pač so tudi situacije, kjer očeta ni, se znajdejo mame drugače, pač so tudi primeri, kjer mame ni. Pa očetje prevzamejo to vlogo. Tako da za moje pojme je, da ima vsak svojo ful pomembno vlogo in da očetje je pomembno, da prevzamete. Ja, tudi mogoče malo to, zdaj pa mame vejo, mame berejo, mame znajo, očete popravljajo. Jaz velikokrat rečem, ja, če je kakšen res nasilen oče ali pa pač, je treba otroka zaščititi, ampak drugače pa pusti očete, da delajo po svoje. Jaz tudi mojim mamam rečem, ne pošiljati očetom mojih videotov, dej to poglej pa takole delaj. Ne, on naredi po svoje. Ne, on ima ta občutek, da moški rabite občutek, da naredite
po svoji in da je prav. Ne, da vas skozi popravljamo. To ni dobro, nisi ga prav pravil, zdaj pa joka, nisi prav naredil. Jaz tudi ne bi hotela, da me skozi popravlja. Ne. Še bližje. Takole. Še. Ok. Tako? Ja. Torej, če v bistvu povzamem, očetje ste ful pomembni. Mame vas ne moramo nadomestiti. Tako kot vi ne morete nas. Skupaj pa lahko naredimo svet, v katerem otroci lahko cvetijo. To zdaj ne pomeni, da pač, ne vem, enostarševske družine pač niso kompetentne za to. Pač vsakmu se lahko zgodi, ne vem, lahko zgubim partnerja v nesreči, pa sem pač mama samohranilka. Ampak hočem res poudariti to, da očetje imate svoje mesto, ful pomembno mesto in ste drugačni, z drugo energijo prihajate, druge vloge imate. Tako da mame smo mogoče ta bolj za perutko, pa tako, pa popihati, pa pobožati, očetje pa gremo v gost, akcija, v svet. Če se zdaj zelo tako plastično pokažem. Ja, če bi pa tako rekla, recimo, da bi zdaj poslušal en oče in je tako, pa dobro, kaj je moja vloga? Ajde, kot moškega, očeta v družini, po tvojih izkušnjah, kaj mora moški oče početi, da opravi svojo vlogo v družini? Zdaj, ko gledam družine, so se vloge mogoče celo dostikrat obrnile, pa so tudi očetje doma, pa žene mogoče ali malo več delajo, pa imajo neko kariero, pa tako naprej. Mogoče so ženske tukaj še malo v bolj nekem konfuznem položaju, ker smo in gospodinje in včasih še učiteljice doma in partnerke in mame in kariero hočemo delati in tako naprej in je težko vse to, Tako da kaj je zdaj prav je to, kar se partnerja dogovorita, da ima bo funkcioniralo. Ampak če bi zdaj prišla dva, pa bi rekla, ok, da bi se rada zmenila, da to funkcionira. Ja. Sam ne veva, kaj so osnove. Ja. Ker pač biologija spodaj pa ima osnove, Ja. Definitivno je mama tista, ki jo fizično otrok v prvih letih več potrebuje. Kar pa ne izključuje očeta. Oče lahko tudi previje pleničke, lahko tudi skuha kosilo, lahko tudi, ne vem, zvečer pravljice bere. Ampak da prihaja s to moško energijo. Ker dostikrat ženske, to opažam, padamo ven in kričimo in težimo pol tudi otrokom zaradi tega, ker mogoče moški ne postavljajo mej, ki bi jih pa mogli postaviti tudi otrokom. In ženske rabimo to tudi dovoliti. Vidim jaz pri starejšemu sinu, zelo mu je pomembno, da sem jaz in mož, da sva postavljena v energiji. Kaj to pomeni? Lahko tudi, zdaj tudi malo kričim, včasih padem malo ven, priznam, sploh David je tudi zelo tako ognjen, ampak če mu pa skomuniciram z eno postavljeno energijo, zelo jasno, pa to čisto drugače pride do njega, bo pa upošteval. Tako kot da me na nek način tudi uči, kako biti vsebi in jasna in odločna pri enih stvarih. Danu bom rekla enkrat, dvakrat bom naredil. Da lahko rečem 10-krat, če bo videl, da ne mislim resno, pač ne bo upošteval. In mislim, da moški, pa upam, da vam ne delam zdaj tle krivice, ženske, pa verjetno tudi otroci malo pogrešamo to moškost. Ker ni agresija, ampak takole bo. Eno odločnost. Odločnost, ja. Zato, ker se pol mi lahko sprostimo, pa eno skalo. Skalo, mogoče neko trdnost. Ampak ne v tem smislu, da moški pol žensko udar, pa je agresiven. To ni skala. Ne, Plas. ne, ampak ta slika je dostikrat pomešana. Kaj moram pol narediti? Pol moram natepsti. Ne, v energiji bo postavljen. Samo reči, da tako je.
Tako, In tlele ni odstopanja. tako. Mogoče, kar je moja izkušnja, ne, mogoče tu Urši ni všeč na prvo žogo ali pa otroku. Ampak se mi zdi, da zdaj, če bi bil kot, rečemo, moški, nek organizator, planer, gledaš dolgoročno. Kaj je dobro na dolgi rok? In na dolgi rok je dobro, da zdaj rečemo ne, da ne bomo čez 5 let rabili krpati vse te lukance, ki bojo na poti. A ne bomo zdaj tle naredili. Tako, ja, ta ena skala trdna, ki zna postaviti mejo, ki moja izkušnja, ki se pogovarjam s starši, kjer tega ni, strani očetov, se mame ne počutijo varno. Se počutijo ogroženo. Lih včeraj sem imel en pogovor, kjer je oče bolj tako, ne znam postaviti mej, težko se jih držim, meni jih niso dajali, pa mi zdaj ni logično, zakaj bi jaz dajal. Ampak ta malo pa kar udar imamo, gre mimo nje, pa je kar udar, pa tako, pa ne prekine, ne najde te moči v sebi, da bi tu prekinil, pa ta malo ga prijel, pa rekel, alo, pač ok, vem, da smo do zdaj furali tako samo, zdaj naprej pa konca, ne, pač tako. Enostavno nima tega, tako, trenutno ni še odkril, no, imajo sigurno nekje vse, ampak imajo neke te slepe pege, kakorkoli blokade čez to. In je mama rekla, se ne počuti varno doma, ne. Ampak boljše je rekla, kakor me skrbi zase, ker jaz bom že nekako, pač se enkrat bo šel doma, pa bo pol mir. Ampak kaj če bo tak do svoje partnerke, ne? Tu pa ne bo mogla gledati, da sem mu zagojila sina, ki bo zdaj tepil svojo punco. In se strinjam s tem. Je pa, da živimo v taki družbi, da če rečeš moškemu bod moški, ne, pač ta mačist ali pač moškost, ne, je to zdaj toksično, ne. Če ti postaviš mejo jasno, odločno, ne, sem tudi jaz že dobil nazaj, ker sem na enem predavanju jasno, odločno postavil mejo, kaj je zame spoštovanje, kaj ni, ne, da sem toksično nastopil. Ja, tukaj se zdaj to vse skupaj malo meša, ne. Aha. Bomo mogli razčistiti določene stvari, ker eno je meja, jasnost, postavljenost, ta moška energija, ki je ful pomembna, ki nam daje varnost, a ne. Čeprav je res, a ne, ženske to hočemo, pa imamo pa pripombe. Ja, pa vam pa ni všeč, Pa zaradi ni tega, všeč, ker a ne. ni udobno, pa ni mehko, Tako, pa ni tako. sočutno, pa... Ja, tako da rabimo tudi mi na naši strani, a ne, Ja. ženske določene stvari razumeti, pa samo tega nas ni noben učil. Točno to. Si napisal mi v mailu, ko sem napisala, kaj se bo pogovarjala, mislim, da si tudi šolstvo omenil. Ja. Veliko je dobrega, ne, da ne bomo samo kritizirali, ampak zakaj jih ne učimo, ne vem, čustev, odnosov, komunikacije, take stvari, ki jih rabimo v vsakodnevnem življenju. Ja. Nažalost. Ampak bomo mogli začeti. Ali pa bo pač ne bo dobro. Nasilje bo ven se rodilo, še več tega. Ali? Kamor že zdaj svet potuje, bolj kot ne. Ja. In ki si rekla, ki si že odprla to šolstvo, a ne, če se dotakneva tega, tvoja izkušnja mame, šolskega sistema kot mame, je kakšna? Pa Ja. povej, kako je, ker sem rekel politično, kako smo že rekli? Politično korektno. Nekorektno, politično Ja. nekorektno, ampak Ja. spoštljivo, evo, hvala. Ja. Zdaj tako je, moja mama je bila učiteljica včasih, a ne. Tako da sem ta svet že kot majhna spoznavala z 2 različnih perspektiv. Mene so vedno zanimale tudi takšne in drugačne alternative. Jaz osebno bi si želela za otroke veliko več gibanja, veliko več učenja na neke drugačne načine, ki že obstajajo. To sploh ni alternativa, to je samo pač sprememba sistema, a ne. Samo vsi vemo, kako se sistem spreminja zelo počasi in zelo težko. In če bi imela možnost v svojem domačem kraju, bi jo definitivno dala v šolo, kjer bi bilo tega več. Šolski sistem, ki je, jaz jih vedno pravim spodbujati, da vidita, kaj je dobro,
da pa tudi se jaz izrazim, kaj mi ni všeč, in da ima tudi ona dva možnost se izraziti, kaj ona dva, kako vidita pač šolski sistem. Sedenje, jaz, če se sebe spomnim, očitno zato, ker sem že kot majhna imela ogromno energije, sedeti meni mi je bilo najbolj grozno na celem svetu v šoli in jaz sem se skozi nekaj gibala in gujsala in tako naprej. Mogoče bi celo danes dobila kakšno diagnozo v smer ADHD-ja, ne. Mislim, nimam jo, pa tudi ne pašem zdaj, ampak dejansko imam kakšno potezo, sigurno tudi na tem spektru, ker vidim, kako mi možgani čisto funkcionirajo, 5 stvari lahko naenkrat razmišljam, sicer stvari pol tudi dokončujem, a ne, ampak šolski sistem ne omogoča otrokom, ki so zelo različni, in to tudi zdaj ven prihaja, da bi lahko razvijali svoje potenciale. Kdaj bomo tam, če bomo, ne vem. Ampak jaz poznam ogromno otrok, pa tudi starši delam, ki imajo izzive, a ne, ki so mogoče zelo nadarjeni na enem področju, ki ga v šoli sploh ne učijo, ali pa to nek predmet, ki sploh ni, ne vem, matematika, slovenščina, angleščina, pa mogoče otrok likovno ful nadarjen, ampak ima težave, ker misli, da je punčka, ne vem, neumna, ker ne zna drugih stvari. V tem vidim minus šolskega sistema. Da ni problem to, kar nudi, ampak koliko enih minusov in nalepk otroci prinesemo s sabo ven iz šolskega sistema, s katerim se jaz pol kot terapevtka z odraslimi ukvarjam, a ne, jaz v bistvu z tega konca gledam. Kaj pa zelo, zakaj? Škoda je, a ne. Ker potem, če dobim enkrat, a ne, če si vtisnem v sebe, da itak ne znam, itak ne zmorem, itak sem butast, itak mi ne gre, bom potem to nesel s sabo v življenje, a ne. Na vse področje, na vsa svoja področja. Ker recimo mi v naši, sicer eno je šola, eno je družina, ne, ampak v naši družini, ker sta me starša imela zelo mlada, pač ni bilo nobenih financ in nič, a ne. Smo zelo dolgo časa živeli po enosobnih stanovanjih in garsonjerah in tako naprej. Ampak kar sta mi pa dala v tem kaosu, je pa, itak nista imela prav veliko druge izbire, da nekako bomo že zmogli. In jaz sem s sabo očitno v življenje nesla ta mindset, da ne glede na to, kaj je, bomo že našli rešitev, a ne. Vidim pa starši, da dostikrat obupajo ali pa se nič drugače ne da, se itak drugače nič ne moremo, pa sploh ni res, a ne. Pač delam z enimi starši, ki imajo občutek, da nič ne morejo, pol delam z drugimi starši, ki imajo mogoče podobno situacijo, pa sicer ne vejo, kaj bi, ampak so odprti za rešitve, so odprti za neke možnosti, a ne. Tako da danes tudi v Sloveniji obstaja javni šolski sistem, obstaja kar nekaj šol, ki so alternative, privat in tako naprej, in mali odstotek staršev se tudi za to odloča, a ne. Jaz v tem ne vidim nič slabega, bi mi bilo pa zelo dragoceno, da bi bilo v javnem šolskem sistemu več pristopov in načinov, ki bi bili mogoče za otroke bolj prijazni, no. Je pa odvisno, kakšen je učitelj, a ne, znotraj sistema so tudi zelo različni učitelji, eni so zelo srčni, eni znotraj tega, kar je zelo veliko stvari lahko pa naredijo sami, ampak meni je tako, recimo, ne vem, šola, zraven gozd, narava, pojdite ven, dajte se učiti, a ne vem, drevo gledam na listu, pojdimo ven, dajmo ga prijeti, dajmo ga povohati, dajmo, ne vem, v naravi nekaj narediti, a ne. Pa z gibanjem, to je že vse dokazano, to ni na mojem zelniku zraslo. Če se premikaš, se ful več stvari zapomniš. Logično, a ne. Ampak. Ja. Ampak je zanimivo, ker tle tudi gostim recimo ravnatelje, ne. Pa je bil Gregor Udovč tukaj, ravnatelj osnovne šole Veliki Gaber, ne. On to vse ima. Super. Znotraj šolskega sistema, ne. Super. Prav šola. Ja. Rekel, mi imamo itak avtonomijo, mi moramo otroke tu pa to naučiti, da so za NPZ-je in te kvalifikacije, vse to, ne. Kako jih bomo, ne. Pa ni nikjer določeno, ne. Ja, ampak niso vse šole take. Sigurno, ampak saj zato je tle namen, da več o tem govorimo in spodbujamo, dajte, ker lahko, ker ste avtonomni, a ne. Imajo
veliko lahko rečejo, ne bomo tako, ali pa ok, tako je napisano in lahko interpretiraš tudi, kako si ti želiš. Sam zavisi vedno od glave, a ne? Vse se začne pri glavi. Tako kot v firmah, tako doma, tako vse posod. In je mogoče tle večji problem, kar zdaj ugotavljam, ker se pogovarjam z ravnatelji in učitelji, večji problem v njih, kakor v sistemu, kako je enostavno. Ne? Ker tudi je ful velik izgovor. Lahko, ne? Ja, sistem je tak. Ne? Tu pa je sistem. Ne? Je ljudje, ne? Ja, mi smo ga postavili in mi ga lahko spreminjamo. Ja. Se tako, kot sem rekla, se ni vse slabo in veliko stvari je dobrih, a ne? Ampak veliko stvari bi pa lahko upgradali. Ja, telefon se sam posodablja, niti ne sprašuješ, kako ne. Ja. Tam pa gre malo težje. Ampak, ki si rekla, recimo, kaj ti od sinova rečeta, da ima ni všeč v šoli? Recimo, kaj ima gre na živce? Sedenje, Mhm. pa si te klasika, domače naloge in tako naprej. Veliko stvari jih tudi mogoče ne zanima ali pa jih zanima kaj drugega. Že samo ocenjevanje je z določene perspektive za mene tudi dosti problematično. A ne. 5 je v redu, vse ostalo je pa, a ne, slabo. Jaz sem bila v isti osnovni šoli, kot sta zdaj otroka, a ne. Pa mož Rok tudi, in mi smo bili, najina generacija, mislim, da smo bili ena boljših generacij. A ne. Takrat je bilo ful odličnjakov, zlati maturanti in tako naprej. Ampak jaz sem dejansko imela, mislim, jaz sem bila tudi odlična. Jaz sem bila odlična, ampak nisem bila najbolj odlična. A ne. Okay. Pri nas je bilo tako, če si bil odličen, je bilo tako v redu. A ne. Kera logika. A ne. In ogromno tudi odličnjakov ima izzive kasneje v življenju. Meni je to fascinantno, ker sem bila v takem razredu, kjer je bilo, mislim, da 2/3 odličnjakov, pa pol smo šli na gimnazijo in še zdaj se nas spomnijo kot generacijo, ko smo bili ful uspešni. A ne. Samo to ni nujno, da bomo tudi v življenju uspešni. Ja, to je samo akademsko uspešno. Prvič to, drugič pa tisti, ki niso imeli 5, so imeli frustracije, ker nimajo 5, tisti, ki so imeli pa 5, so pa tudi imeli druge frustracije. Ne smem popustiti, če sem začela zdaj 5, se si ne morem prvoščiti pisati 4. A ne? In to ocenjevanje, to je ta zunanja motivacija, ok, do neke mere, ja, ampak jaz bi si želela, da otroke spodbujamo, da imajo notranjo motivacijo. Me včasih starši sprašujejo, kako naj zdaj otroka zmotiviram. Ja, kako pa bi mene jaz zmotiviral za nekaj, ki mi ni? Zelo težko, pa naredila bom za silo. Če mi pa nekaj je, pa ni problema. Najdem motiv, najdem energijo, naredim stvari. In otroci to imajo. Saj, če ne bi imeli motivacije, se ne bi noben hodil. Že tukaj bi se nehali. Otroci imajo to nek naraven impuls, ki hočejo delati korake naprej, ki hočejo. Ne? Sem pa nekje v tej vzgoji in vsem tem odraščanju nekje to zgubijo. Ja, zgubijo smisel. Ja. Ne, in jaz dostikrat rečem, če posedamo otroka in mu 9 let govorimo, kaj naj dela, kaj je prav, kaj se mora naučiti, na kateri strani mora narediti nalogo, pol pa mi kar enkrat pričakujemo, da zdaj pa mora biti samoiniciativen in samostojen. Meni to malo ne gre skupaj. Se strinjam. A ne? Torej, ja, razumem, rabijo se učiti, ampak Sam je zanimivo, ker si tako, vse to je glede ocene. Sam, ker sem jaz hodil, moja izkušnja je, pač 3 je dober. Dober je. no, v našem razredu to ni bilo 3 dobro. je dober, ne? 5 je odličen. 4 je prav dobro, boljš kot 3, ne? 2 je zadosten, dobro, 1 pa ne zadosten, ne? Zdaj sam, da imamo še en izziv, ne, ker mi ocene damo enačaj človeku, ne? To, ja. Namesto da ocena je v bistvu rezultat tvojega pristopa k šoli. A ne? Tako. Se pravi, košarkar igra košarko in ko vrže na koš fali, ker ni izpolnil vseh pogojev, da bi žoga šla čez koš. To ne pomeni, da je on slab človek. Tako je tudi v mojem svetu. Sam, ko ekipa zgubi, so največji luzerji na celem svetu. Ja. Tukaj še en detajl, ki je pa tudi del vzgoja. Ne? Mi enačimo naš rezultat z našo lastno vrednostjo. Točno to. Ne? Torej, če sem jaz v službi uspešna,
potem sem vredna. In to mi funkcionira toliko časa, dokler sem v službi uspešna. Ko pa izgubim službo, pa ni samo, da sem izgubila službo, ok, izgubila sem službo, zdaj pač izziv, kako bom zdaj najdla novo službo, ampak se mi sesuje moja lastna vrednost. Da, cel svet se sesuje. Cel svet. Ta link je pa zelo problematičen in tukaj pol iščejo ljudi mojo pomoč, a ne? Zaradi tega, ker ne znamo ločiti oziroma nismo nekako v sebe vgradili, jaz sem vredna in jaz lahko obstajam dejansko. Jaz sem okej, ne glede na to, kaj se okrog mene dogaja in kaj delam. Mi pa sploh Slovenci, a ne, sem pridna in dobro delam in delam problemov, a ne, in poslušam in sem koristna. Koliko imam težav biti nekoristna, kar pomeni, ko majhnega otroka moram okna pomiti, kaj pa če kdo na obisk pride, pa moram vse pospraviti, pa moram vse skuhati in je nemogoče. A ne? In sploh ne morem teh svojih, kako človek bi rekel, ok, bo pa malo razmetan, a ne vem, daj, pejte z otrokom spat, pa se naspi. Ne, zato ker mora biti narejen zato, da sem jaz vredna, da lahko dobesedno gre tako globoko, da lahko obstajam, da je okej. In tukaj je pa ta vzgoja, pa tudi šolski sistem, pohvala, kar naredim, je enaka, kdo sem. In ta enačaj je problematičen. Tle ne bi smel biti enačaja. Ja. Pa še ena stvar se mi je ob tem, ki si to govorila, ne, se mi zdi, prej, ki si rekla, ko zgubimo, smo luzerji. Seveda. Ampak, ko pogledaš širše, ne, ljudje smo eno, ne. Sej ti brez nasprotnika pa sodnika nimaš športa, ne, s kom boš tekmoval. Ti ne moreš zgubiti, če ni na drugi strani nekoga, niti ne moreš zmagati, če ni na drugi strani nekoga. In niti ne moreš se tega iti, če ni tam enega sodnika, govorimo profesionalno, ne, na ulici se, pred bloki na igrišču se greš lahko tudi brez sodnikov, ne, ampak še zmeram rabiš nasprotnika, ne, v tem primeru. In koliko je tle ene škode narejeno, ker se mi zdi, da smo se malo začeli ukvarjati s sabo, mogoče vedno več ljudi, a ne, ampak to je še vedno na ravni jaz, ne. Ker pa sploh se mi zdi, da kje šele, koliko daleč smo, da bi razumeli mi, ne, ampak včasih največje razlike narediš, ko človeku to odpreš, ne. Ej, mi, da si ti, a ne. Mi pred ti, ne drugi pred mano, ampak mi, jaz, del te celote, pred jaz. Se mi zdi, da tega tudi manjka, ne, ker še me sprašujejo otroci, ne, na delavnici, kako ne spoštujem sodnika, ne. Sem rekel, ja, brez njega ne moreš igrati fuzbal. Pač on piska, koliko ti spremeni odločitev, ja nikoli, pa kako se porazburjaš. Pač naredi, on je ocenil, da je faul in zdaj lahko se tam dereš, daješ ven vse svoje emocije in mogoče dobiš rdeči karton in ne, da si sam ti zdaj jezen, še ekipa je jezna nate in še velika verjetnost, da boste izgubili. A ne? Ja, samo otroke učimo, odrasli naj bi pa to znali. Ja, mislim, pa tudi odrasli fuzbaleri. Mislim, zdaj sem fuzbaleri izpostavil, ker najlažje če šport dajem to analogijo. Ampak ja, naj bi znal, ampak če ga kot otroka nismo naučili, kako boš znal. Ja, se tukaj gre, vse to si prej v bistvu omenil, ker je zopet ta ločnica, a ne. A sem jaz zdaj naredil nekaj narobe, a sem jaz zdaj slab. Če sem naredil napako, pomeni, da sem loser. Kar je zopet enačba, je enako, kaj jo ne bi smel biti. Torej, ne vem, slabo sem brcnil, nisem pa jaz zdaj loser. Ja, mislim, doskrat je tako, ne, slabo brcneš, pa ti rečejo, kva si idiot, ne. Ja, zato ker se tako, to je nam naravno, v tem odraščamo, ne. Ja, to slišimo, ne. Tako Od odraslih, ko odraščajo, slišiš, da tako drugemu govorijo, pol te prečejo in pol se zdi, da je to normalno. In pol tam tvoj prijatelj brcne in rečeš, pa kva si idiot, ne. Ja, če bi mu pa In rekel... pol se tu ponavlja. In to tako je, in mi to ponotranimo, a ne. Se pravi, mi ponotranimo,
kar nam drugi govorijo, kar nam okolica govori, kar nam starši govorijo, in pa je to naš notranji dialog. In pa lahko jaz sama brcam žogo, pa brcam in pa rečem, kaj sem idiot. Skaj si pa ne moram reči, lej, saj sem se potrudila, daj bom še enkrat, kaj lahko zdaj naredim drugače. Ker veliki izziv pri odraslih je, da si ne upajo narediti napake. Ja. Ravno zato, ker pol sem, ne vem, čudna, smotana, luzerka, a ne. Ampak kako boš pa se naučil nekaj novega, če ne boš probal? Če bi otrok rekel, zdaj moram jaz začeti hoditi, ampak nikoli ne smem padati. Koliko bi sploh začel hoditi? A veš, že v štartu se zabrimzamo. In jaz velikokrat rečem svojima fantoma, tukaj ima mogoče mlajši malo več izzivov, ki hoče, da je bolj vse prav, a ne? Pa včasih naredi kakšno napako, pa se skira, pa mu rečem, Dan, a se to levic vesolja dol? Ne, no pa je pa v redu. A ne, ena druga perspektiva. Njemu se zdi to tak problem, a ne? Največji problem na svetu. A ne, ali pa mu rečem, a boš čez 3 leta to še vedel? Ne, pa je pa v redu. A ne, da jim damo dovoljenje otrokom, le v redu je, če je narobe. Da tudi mi kdaj kaj naredimo narobe. To sem videla pri nama, a ne, da niti ne rabimo biti popolni starši, a ne. Da tudi skrivamo, ok, ne rabim zdaj vsak dan otroku jamrati o svojih problemih, to ne, ker niso naši starši, naši terapevti, a ne, ampak jaz vem, ko je bila korona, enkrat sva šla z Davidom na sprehod, pa mi je rekel, zelo dober čut tudi ljudi okrog sebe. Mami, si ti žalostna? Pa sem jaz rekla, ne. In pa sem se ustavila in sem si rekla, če mi je on to zdajle rekel, ka vem, da zelo dober čut, ker so mu te stvari jasne, pol nekaj je na tem. Mogoče jaz sam ne čutim, sploh nisem v stiku s tem. In sem rekla, David, veš, mogoče imaš pa prav, ne? Ene stvari me zdajle ful žalostijo. Ampak bom to sama uredila, ni to tvoje. Okay? Ne se pravi, da smo iskreni, avtentični. Ja, danes mi ne gre, danes sem utrujena, danes sem slabe vole, ampak to je moje. Ti ne rabiš mene reševati in se s tem ubadati. Jaz bom poskrbela za to, ne rabim pa skrivati. Zaradi tega, ker pol, to ima pa tudi velikokrat pol odrasli izzive, sploh te, ki so bolj senzitivni, ker so kot otroci čutili, pa so stalno dobivali nazaj, ni res, nisem žalostna, nisem jezna, ni tako. Ker so jih starši hoteli recimo zaščititi. In pol čutila sem eno, feedback sem pa dobila drug. Komu ne zdaj verjamem? Če si mi ti rekla, da ti tako ne čutiš in je to tvoj čutenje, pol sem verjetno jaz narobe začutila. Pa ni res, otroci ful čutijo. Da bodimo iskreni v odnosih z otroki, kaj se nam dogaja. Ne rabimo jim zdaj vseh detajlov razlagati, ampak ja, prav čutiš, samo to je moje. Ja. Prevrtavam filme svoje in od družine. Dobra, bom si zapomnil to. Ja. Sem žalosten, jezen in bom sam rešil, ni to tvoje. Tega ne postaviš, mu daš te odgovornosti, da mora on tebe rešvati in da mora pol cel svet rešvati in da mu potrdiš, ej, prav čutiš. Bravo. Ja, ker danes je tu, ne, tudi en tak buzzword med odraslimi, ne, kaj čutim, občutki. Meni še na začetku blazno na živce. Res, sam je ono, pa kaj zdaj neki čutiš, občutki. Jaz včasih čutim, da bi otroka prijel, pa ga zabrisal dol na ulico, pa vodo potegnil, razumeš? Pa ne hod nazaj. Ja, pa nikoli neč, gotovo. Če sem te naredil, te bom še skinil. Ja, in to je čisto okej. Ja. Sam ne rabiš tega narediti, Ne lahko pa rabiš to tu čutiš. poslušaš, ja, narediti tako, ja, lahko pa to čutiš, ja. Pa tudi njemu ne rabiš tega razlagati, lahko mu pa rečeš, da si jezena, ne? Pa da imaš poln kufer vsega. Ja, sem pa tudi, ko pride do nekih življenjskih odločitev, ne, bolj ali manj pomembnih, pa se hitro vklop kalkulator bolj, kakor, kaj bi jaz res rad, ne. Veš, tudi jaz sem si zaželel en avto, pa si pa kalkulator vklop, ne. Zdaj se je pa ta nabor razširil. Zdaj pa toliko velik, da se mi ne da zbirati sploh.
In če bi me zdaj vprašal, se bi ga le da kupiti. Ne bom nič ne bom kupil. V redu je, nič ne bom. Je že dol, bomo že nekako rešili. Bo že nekako, vse je še čas. Zdaj itak sta oči mami v Madridu še en cajt, pa imam njihov avto, pa ko bosta prišla nazaj, bomo pa že zrihtali. Na začetku sem pa točno vedel, kjer ga. Vedel ali... Mislim, pač tle. Ja. Pač enega od mojih sanjskih, ja. Mislim, vedel, ok, povej. Ker je razlika, a ne, jaz vem, je v bistvu, jaz mislim, ker vedenje je nekaj drugega. No, razloži ločnic. Zdaj bom povedala tako, kot jaz to doživljam, ampak moja glava velikokrat reče, kaj bi bilo dobro. Smiselno, koristno, pravilno. Moj srce bi čisto kaj drugega. Ampak to neko vedenje pa zajema to eno, ne vem, širšo perspektivo. Samo ljudje, vsaj zahodnjaki, smo zelo v glavi ali pa v egu v bistvu. V tej mi proti vam. Mi rabimo stopiti na mi. Ampak zato se rabimo pa čutiti, ker iz čutenja delam čisto druge izbire kot iz glave, kjer so programi, kaj je prav in dober, pa mogoče sploh ni prav in dober za mene, ali pa za družbo. Ja, zanimivo, recimo, zdaj sem do tak primer, ampak je ta zadnja najbolj tako, rečemo, ker lahko razmejim to, Ker recimo, če se vprašam, bi res ta avto, pa grem tle, tako, ni me nekaj impresioniral, Pa se nam več delov vključa, več nimamo samo dveh. Pa se pa moraš usesti, pa zapeljati, pa ga vidiš, ni, probati. Tako da je tako, je zanimivo. Ker če bi na ono prvo žogo, bi bil že tle, ker pa ni šlo takoj na prvo žogo, pa že se vklopa en kup. Ampak je cool, se mi zdi, tudi na ta način, po eni strani sem pa vse opazujem, odraščam v nekih odločitvah, oziroma pristopu k življenju. Ker doskrat sem najprej na prvo žogo naredil. Pač to je, smo šli in pol je bilo nekaj narobe in pol pride ta buyer's regret, ta kupčevo obžalovanje, ker čez 2 meseca pride novejševa in si tako, pa kva nisem počakal. Ali pa zakaj sem tle silu, če bi šel v drug salon, bi dobil boljši deal, in je mogoče cool, da se tako gledam, ampak tle je bilo ta čisto glava, pa tle je bilo kontra. Eno je bilo, ne, zdaj ne moreš, zdaj nisi še tam, drugo in jaz bi. Ful je v bistvu zanimivo, kako ljudje funkcioniramo. Jaz sem tudi bolj taka na prvo žogo ali pa po eni intuiciji, ki si prišel me ven iskat, pa se rekel, kjer avto, Mislim, mož je tak, on vse preanalizira, preštudira, pa tako. Tale je lepe barve. Ampak meni v življenju to funkcionira, ker vidim, da ali nekako intuitivno stvari izberem čist na en drugačen način in sem ugotovila, da v bistvu vsak človek rab na svoj način funkcionirati. Ker mene, recimo, možev način nikamor ne pripelje. Njega pa moj ne. Sam včasih sem mu hotela, daj tako, kot jaz, on pa meni, daj tako, kot jaz berem. Ampak imamo očitno tudi različne načine, kako živimo in funkcioniramo. Če pa gledaš, včasih je ful dobro zanalizirati malo, ker si rekel, en del mene je rekel, tale avto, Drug del reče, mogoče bi to nek otroški del, taga sem si skozi želel, Pa se vključi en odrasli del, pa reče, ne vem, mogoče predrag ali pa neke statistike so mogoče, oziroma analiza pokaže malo drugače. Pa se mogoče lahko vključi en očetovski del, ampak za družino s toliko otroki bi pa rabili, ne vem, večji prtlažniki, itd. A veš, in to je tudi večanje... Zdaj sam avto zame. Za družino imamo avto. Družino imamo in Urša rab pač ima tega družinskega, ker so te pač ala Berlingo Toyota stila,
Ta je pa zame, ker pač se vozim iz šole na šolo in če nas se moramo tu vse usklajevati in da bi se tle zmaknili, rabim en avto zame. Lahko zberem karkoli, razen edino tako, da je rečemo, da je za 4, če treba kdaj bo treba v prihodnosti vse otroke kampela, da se lahko razdelimo. Ne? Če bomo vzeli kupeja za 2, bo malo težje oči, 2 le enkrat kampela. Trikolca. Ja. Ampak, ja, no, vse Aston Martin DBS ima tudi 4. To še nisem, ampak je bil cenejši avto. Ja. Ampak, ja, tako, te razumem. Ja, vsi te deli se vklapljajo, pa Ramoš, pa Bi, pa kako in kjer ga zdaj poslušati po tvoje? Ja, kupo To boš že ne. tistega, ki bo tisti tvoj del takrat aktiven, ki ga boš izbral. Ne? Pa za kater del hočeš avto kupiti. Aha. Dobro. Ja, Za očeta ne. ker to- sigurno ne. Mislim, da boste na koncu stala tam malo bolj odrasli, kaj bi bilo smiselno, pa unka bi pa tistega, ki ga hoče, tudi če ni najbolj smiselno. Ja. Jaz za tega navijam. Ja, ja, vsi do zdaj, ki so se pogovarjali, ja, tega. Jaz sem pa tako, mogoče bi pa raje električnega, ker uni električen. Valjda daliče je otroški, ne, Ja. so sanje otroka. Ne. Ta pa mogoče, ne vem še, pa sem rekel, bom malo vrgel. Ker na koncu sem pa pol prišel do tega, da unga bi, ampak ko bom lahko novega kupil. Razumeš? Kdaj pa bo to? Ja, čez par let. Pa Ne bo zdaj. mora počakati, kaj bi že zdaj. a Ne? Ja, ja nisem še tam rečel, da je dalo 100 jurjev za nov avto. Ker ta pač je nov. Zdaj bi lahko 40, pa je 6 let, pa vse veš, analize, ne bom s tem. Ampak bolj sem hotel mogoče čez to dam ta primer ven, ker verjamem, da se veliko nas sooča s tem in na drugi strani imam tle priložnost govoriti z osebo, ki profesionalno zna to dobro ločiti in tako, ki si rekla, ja, to je otroški, to je zdaj ta odrasel, tle se je še oče vklopil, mi je všeč ta percepcija, da... Ja, ful je praktična. Ja. Ja. Pa to se lahko v bistvu v 2 stavkih 5 mojih različnih delov vklopi. To ne pomeni, da je zdaj z nami kaj narobe, a ne, da Ja, imamo več razcepljena razcepljene osebnost, osebnosti. pa- Ne, ja. v bistvu jaz pravim tako videti različne, lahko tudi rečeš, različne energije znotraj nas. Ker tudi odvisen, kater tvoj del bo govoril, boš imel drugačen pogled na obrazu, drugače boš razmišljal, drugače boš videl stvari. A ne. In ko sem to začela tudi, ko delam z ljudmi, pa prav tako rečem, ok, kjer del je bil zdaj? A zdaj je bil nov del? Ja, ampak res, v bistvu, pol začnejo videti te dele sebe, a ne? Ali pa, ne vem, počitnice. En del misli, da mora iti, ne vem, s sorodniki na dopust, a ne, naprimer. Drug del bi šel nekam, kaj je bolj drago, tretji del misli, ok, moram iti nekam, da boš za otroke v redu. In pol je lahko to ful veliko enih notranjih konfliktov. A ne? In tudi zdaj odvisen, s kom se pogovarjamo, kjer del nas je za volanom, kjer del nas pride vrata odpreti. Ja. a ne. Ženske imamo pa še hormone, mesečno. Ne? Koliko so stanovalk imamo, ne? Ja, Oziroma vi jih imate. Ja. Sem, če to razumem, tudi pri otroku, pol ga lažje v bistvu podprem. Sploh najstniki, a ne? To, kar čez noč, sem kar enega drugega otroka doma. Ne? Prej še kaj sodeloval, pa poslušal, zdaj ga pač medejo najstniške tegobe, ampak če štekam, znotraj njega se čist na nivoju hormonov stvari spreminjajo. Kater del mene mora biti na drugi strani, da bo najlažje sodelovala, a ne? Včasih je odrasel del mene. Včasih je en igriv del mene. Ful velikrat se zadnje čase z najstnikom pohecam, a ne? Pa to deluje. To ful deluje. Zdaj pa, Obrneš na joke, malo narediš ni resno, malo rečeš, Ja. mami, jaz sem se tudi s tem, povej mi kaj več in ja, pol on točno pove to, in... točno to. Ja, sej ni, da zdaj vse vzamem za hec, pa se nobene resne stvari ne pogovarjamo, ampak to ful velikrat rečem staršem, dajte vklopiti to eno igrivo mamo, pa igrivega očeta. Malo se 3/4 sprosti. stvari, ja, malo se sprostane. Zdaj, če je prišel domov, malo zamuja včasih ta starejši sin in zdaj so ful strogi. Če nisi točno v šoli, je neopravičena. Ne? In pol je 3-krat zamudil, pa vidim tam moj asistentu, pa sem si mislila, kaj ne, zdaj težim ali kaj, sej vest, a ne. Pa jaz sem tudi imela včasih težave z zamujanjem, tako da ga zelo razumem.
In pol mu rečem, David, kaj pa je tole tle? Pravi, 2 minute sem zamudil, pa me je opisala. Pa sploh, a je pa celo rekel, pa sem si mislil, zakaj pa tle sedima, ne? Pa sem rekel, David, kaj zdaj to? Boš imel 10 neopravičenih, pa 10 minut boš manjkal, pa se celo uro zamud, da se ti splača, a ne? Malo sem se pohecala, pa malo sem na štos obrnila, pa se je pol posmejal, vsekano, da ja, bo šlo jutri boljš. Bo, a ne. No bi pa zapela, pa mu zatežila, pa se sem tudi že mu, a ne, ampak kakšno stvar, tudi kaj taka, a ne, dajte obrniti na hec, malo se ne vem, najte nekje ta del znotraj sebe, ker pol tudi bolj zaupajo, pol povejo. Ja. Ker kar je meni ful pomemben, a ne, glede na to, da je danes ta tema, je, da mi otroka povesta. In tudi včasih daj prej pa reče, mami, se vem, da boš huda, ampak tole sem naredil. Meni to pomeni, da mi zaupa. Ne. Ker ja, pridem pa povem, kaj je prav, pa kaj je dober, sam jaz si želim, da tudi pove pa pokliče takrat, ko bo mogoče, ko nov dober. Takrat pa ne upamo nobenemu povedati in smo sami s temi stiskami, a ne? Kar je spet pač rezultat moje službe, to, kar delam, a ne? Ker delam z ljudmi, ki dejansko marsikdo pride k meni zato, da lahko sploh kaj pove. Ne gremo v nobene travme, pa v nobeno preteklost. a ne. Samo da se zbruha. Samo to, da je sploh nekdo, ki ga posluša, pa ne dela par osnovnih, dajmo reči, stvari, ki jih delamo v pogovoru. Ne kritiziram, ne sramotim, ne postanem agresivna, ne grem ven iz pisarne. a ne. To velikokrat naredimo otroku. Ampak pa so pa še stvari, ki jih velikokrat delamo z dobrim namenom. Hočemo, predavamo, hočemo dati na svet. To sem se jaz mogla naučiti pri svojih otrocih. a ne. Da jima ne dajem rešitev. Ker jaz sem taka, jaz vam takoj 10 idej. Ampak da jih vprašam, kako pa bi videl. In kolikrat mene preseneta z kakšno idejo, ki mi sploh na pamet ne bi prišla. In da to dovolim, da čeprav jaz vem po svojih izkušnjah, da tole ni najboljša ideja, da jima dovolim narediti napako. Ne, da ima pol rečem, no, a sem ti rekla. Ampak da jih v Ja, bistvu ker pol pride strah, pa ne bo upal, pa bo pa se tebe držal za zmeram, ker bo mami, kaj naj naredim, kaj naj naredim. Tako. Pa mora biti mami v poslike dela otroka. In ja, no, lahko tudi tako daleč. Ampak hotela sem reči to, da v bistvu samo poslušamo. Mi sploh ne znamo poslušati. Da ko mi nekdo nekaj pove, da nimam takoj, ja, jaz pa tole mislim. Ali pa ja, daj to naredi. Aha, tako je. To sem se jaz mogla prav natrenirati v bistvu. In zopet, z delu z ljudmi mi je bilo to jasno, pri otrocih mi to najprej ni bilo jasno, pa sem pol ugotovila, da je ista fora. Ne. Kako je v tvojem svetu? Aha, ti to tako razmišljaš. O, zanimivo, ker jaz to malo drugače vidim. Kako bi ti to naredil? Kako bi ti to rešil? Super, a kaj rabaš? Ker jaz bi mu dala čisto kaj drugega, a ne. Moje rešitve so drugačne. Sploh, ko mi mlajši sin reče, da nič ne rab. Tukaj sem imela ful izzivov. Ta moja rešiteljca pa biti koristna, ne. A nič ne rabaš, a sam boš. Ali pa včasih mi je rekel, ko se je igral, pa sem se hotela z njemu igrati, a ne. Da je okej, če sem sam tukaj. Tako, kot imate očka včasih mogoče, a ne. Sam sem, pa nič ne delam. In pa sem dojela, da je njemu okej, da on rab sam, da sem jaz tam, da ni sam. Ampak da ga pustim, da se on sam igra, ne da jaz prihajam s svojimi idejami, kaj bi se mogel igrati. Isto je v komunikaciji. Samo poslušam. Tukaj imate mogoče moški malo izzivov. ja, sigurno, mi smo problem solverji. Mi Tako. težko zdaj poslušamo, da imaš ti problem, jaz moram pa zdaj biti. Ja, Ne ker smem, kaj, nič ne smem, res, nič ne smem. Ne. ne, se ni fora, da nič ne smeš, ampak Mislim, ne smem ti pomagati, v smislu, moram te slišam in reš, razumem. Zdaj pa, ker karkoli boš rekel, ona ni prišla po rešitev. ja. Ona je prišla samo po to, da jo en sliši. Ja, sigurno, se strinjam. In isto z ta malimi, ne, z otroci. Pa, čisto.
Ja, no se to je doskrat tema na individualnih ali pa na partnerskih. Žena pride s problemom, že 250 z istim problemom, ker nič ne spremeni ponavadi, ne? In moški se mu ne da več poslušati ali pa ima rešitev. In pol reče žena, ja, itak se me sploh ne posluša, neke rešitve mi daje, ki jih sploh ne rabim. Ja. In kaj je zdaj tle izziv? Tako kot si rekel, moški bi radi rešili stvari zato, da bi bila žena srečna in zadovoljna. Tako. Ker če jamra, je v vašem svetu, da ni srečna in ni zadovoljna. Ampak žena dostikrat rab samo povedati, ker s tem, ko mi povemo, se počutimo slišane in povezane in da ste moški tam za nas in dostikrat pa itak same najdemo rešitev. Ali pa ne. Ravno drugi spet posluša. Ja. Ista stvar. Tako da včasih rečem, polk delam tudi samo z moškimi, sicer je več žensk, ampak prej tudi kakšen moški, ja jo pa vpraš, kaj pa ona sploh rab od tebe, a ne? Ja, Kaj bi rada od mene? Kaj bo rekla? Neč, sam poslušaj me. Neč, sam poslušaj me. Jaz sem tako že 250 čista nadaljevaka. Tako je. Ker rabi biti ne sama v tem. Razumem. Ne rešitve, ampak da ni sama v tem. Ja, štek. Sej čisto enostavno. V tvojem svetu. Točno tako, a ne? Zato se pa rabimo pogovarjati, a ne? Tako jaz dostikrat rečem V otrokom. roko pa mogoče ni tako enostavno. Ne? Absolutno ne, a ne? Rečem otrokom, ok, kaj pa rabiš zdaj od mene? Kaj želiš zdaj od mene? Ne? In pol je ful zanimiv, ker nam dostikrat ta nasprot nas pove, kaj rab. Sam mi ne slišimo. Aha, to, ampak še to pa to pa to. Ne, to. A ne? Zakaj? Zato, ker gre to na otroške rane. Ja. A ne? Da smo pa pri otroštvu. Torej, če rabim, da me moški posluša, pomeni, da rabim videnost in slišanost. In to hila. Aha, ne? Se pravi, ni, da ste nekoristni, ker nam ne date rešitve, nam dajete nekaj drugega, kar mi rabimo. Ja, saj niso bili naučeni, da je ne. to tudi koristno. Ja, Mislim, pa ne Ja. naučeni samo moški, govorim ljudje nasploh, se mislim, da... Ja. Ampak če sva zdaj v tem pogoju, pač meni je rekel, veš kaj, le, ko boš v vezi, pač ne, ti bo žena daj kaj povedala in ti sam poslušaj, bodi tam in tu si naredil najbolj koristno stvar na svetu. tako. Skala, ne? Ja. Sem tam, stojim, poslušam, niti nič ne rečem, sem opora, zato ker nekdo na drugi strani pa v bistvu cel svojo otroško rano, da je viden, slišan, sprejet, razumljen in tako naprej. Zdaj se spomnim analogije, en dober rekel, ja, jaz sem za mojo ženo skala, ona je pa oni valovi butajo, čustveni Tako. valovi, ki butajo ob to skalo in jaz sem sam tam in ona pa pač se izpoje in pa, ki se izpoje, ja, ok, in pa gremo naprej. Pa se morajo umiri in Tako, v bistvu za ženske je to, da povejo in jih moški poslušajo, tudi zelo velikrat regulacija. Torej, vi ste nam koregulacija. Ne? Se pravi, jaz povem, pridem, sem vsa razburjena, imam nekoga, ki lahko to podelim z njim in pa se umirim. To je ful ja, v koristno. našem svetu je pa spet mi jamra. Ja, ja. Daj nehaj mi se jamra, daj še kaj drugega pove. Daj to reš, da ne Ja. boš pol jamrala. Ja, ja. In Sam bo zmeram. Mislim, zmeram. zmer bo prišla Z nečim novim. z nečem, ampak lahko pa to gledaš na ta način, da si to kvaren, da pride k tebi in ti to pove. Sem to je čist, a ne? Moraš zamenjati svoj smisel obstoja. Mislim, nam je to čisto logično. Vse se sliši logično. To Ja. tako, ampak pol gledaš, pa že pride ono vprašanje, a sem to zmožen? A ne? A si to želim? Ampak, in njo si izbral tako, ko je, tako, ko ni in to je del igre, tako je. Ja, si tudi podzavestno zberemo partnerje. Ampak se lahko tudi veliko stvari naučimo. Ja, ker mogoče v tvojem svetu biti koristen čist nekaj drugega kot v njenem svetu. Za njo je to the best. Za večino žensk, ne za vse, no, ampak za večino žensk
si prav želijo imeti partnerja, ki bi jih poslušal. A hočeš, da ti kaj reš? Ne. Zakaj? Ja. Res je, poslušajte ženske. No. Zakaj? Ker ni fora, da rešite, fora je, da nas poslušate, ker za nas je to povezava, da si tam, da si emocionalno dostopen, da hočeš biti z mano, da se hočeš z mano pogovarjati, da sem ti pomembna, da me imaš rad. Za vas je pa spet jamra. Ne? Ja, za nas je odraz šibkosti to. Ne? Če imaš Aha. ti problem, V našem svetu to ni odraz šibkosti. en in isti problem, pa ga ne rešiš, je s tabo nekaj narobe v našem svetu. In lahko to zrihtaš, da ne bo, ker če je s tabo nekaj narobe, sem si jaz bral partnerko, s katero je nekaj narobe, to pomeni, da je z mano nekaj narobe. Se pravi, razumeš, kot ono, ki pride. Torej, ti moraš misliš, da njo je popraviti, je. da boš ti imel občutek, da si ti v redu. Ja. Veš, kaj imaš one zadeve, ki se ti počutiš, da je s tabo nekaj narobe in pol ti partner reče, ljubim te, in pol se ti zdi, stari moj, koliko si, ne, zdaj se bom izrazil malo grš, koliko si ti fukjen, da si z mano. Pa, veš, koliko je z mano narobe, koliko mora biti s tabo narobe, da si z mano, kaj je toliko narobe. A ne? Lahko gledaš tudi z te perspektive, lahko pa s kere druge. Ne? Ja, razumem zdaj to. A ne? Ja. Ona ne popravi in skozi isto jamra, pol mora z njo biti nekaj narobe in pol je z mano nekaj narobe, če sem z njo. Pa, ja, res je najbolj, da njo popraviš. Ja, sam. Good luck. Ja, kaj pa, good luck, ja. Srečno, kekec, ne. Ja, ne, a ne, vse to je ta moški pa ženski svet, a ne. Če bi se mi res izrazili takole, v bistvu, ko se zdaj mi dva pogovarjajo, če bi to zmogli v partnerskem odnosu, tako sproščeno, pa bi se res slišali, bi imeli ful manj težav, ker bi razumeli, da ja, moški hočete popraviti, zato nam tudi skozi neke nasvete dajete ali pa neke rešitve, po katere mi sploh nismo prišli. A ne, že v štartu je naša motivacija jamranja čist neka druga. A ne? In potem imajo ženske dostikrat težave s tem, ker jim dajete rešitve, ki jih niso niti hotle, niti prosile, niti jim nikamor ne pašejo, torej sploh me ne slišiš. Ja. A ne? Ne, jaz te slišam. Sam, ne, jaz te poslušam, te pa ne slišam očitno. Tako je. Ja. Ja. Jaz te poslušam in ti za tvoje, kar si mi povedala, dam pa rešitev, da mi tega ne bo treba več poslušati. Ja, samo ona ni prišla po rešitev. Ja, ona je prišla po povezavo. Ja, ne zna pa tako tega je. skomunicirati. Da bi rekla, ljubi, jaz bi se zdaj rabo s tabo malo povezala in moj način je pač tak. Ali lahko? Dej, pridi, No, vidiš. povej, kar Evo. češ. No, Ja, ko pa ti prideš v moj svet, ne. tako je. Ko jaz nisem še mogel niti stopati v tvoj svet, a ne? Ker nisem bil povabljen v tvoj svet, ampak je tvoj svet bolj kot ne prhromel v moj svet. Seveda. Z vsemi pozavljami, na polno neoglašenimi. In jaz zdaj rekel, jaz imam problem v tem orkestru, hočem igrati usklajeno in jaz ti povem, kako in ti si tako, ne slišiš me. Ful hvala za tole. Ja. To si zdaj ful lepo se izrazil. Ja, mi res kar pridemo in kar mislimo, da ste vi že tukaj, a ne. Ampak Ja. v bistvu rabimo skomunicirati. Vse to je to, kaj jaz sploh hočem, a ne. Kaj je spodaj, kaj jaz hočem s tem svojim jamranjem. In če bi jaz uspela skomunicirati, torej se začutiti, kaj rabim in to skomunicirati, včasih tudi čisto podzavestno nek prepir naredimo, zato da pride do povezave, a ne. Torej rabim, Moja ne vem, večina konfliktov je. ja, Ker nam manjka povezanosti in ne vemo, Tako. kako drugače in pol težimo. bockamo. Vse tudi prej, ko sem dal primer unga fanta, da kar udar, pa oče nič ne naredi. Sam mali se hoče povezati z mamo, pa se ne zna drugače, kot da se kregata. Ja, a ne, zelo je nehvaležno, a ne, kaj kakšen tak primer pol reči, ja, jaz bi to naredil, pa jaz bi to naredil. Pa moramo videti malo širšo sliko, kaj se sploh Ja, dogaja. kaj je ver tega vedenja? In velikrat je agresija otroka nek boj za pozornost. Zdaj bom mogoče nekaj rekla, kar včasih rečem, ker bi mogla prej 3-krat razmisliti. Ne, kar reč, politično Ampak, nekorektno, ja, ampak spoštljivo. Ne zagovarjam agresije otrok, da ne bo pomote. Ampak, če otrok to naven pokaže, saj vidimo. Ogromno otrok gre pa v shutdown, pa vase in so neproblematični, na not pa ful trpijo.
teh pa sploh ne vidimo. Ker s temi, ki nam delajo probleme, se vsaj ukvarjamo. Ne? S temi, ki nam pa ne delajo problemov, pa so velikrat v zelo velikih stiskah. A ne? No, vidiš, ker ženske, ne, se bomo Ja, ja. ne pridete do nas, rečete, le, jaz bi se rada povezala s tabo in zdaj bom jamrala, ampak mi pa takoj hočemo rešiti, ker smo prehrumeli. Mi bi tudi, ti bi pol vsi bi rešvali in pokaj je tam otrok, ki ne dela problemov, misliš, da ni nič za rešiti, pa če okej. Mislim, se lahko je okej, V ne? bistvu, ja, mislim, ampak lahko je pa ta drug, ne. Malo se pohecam, Ja, valjda ja. ni tle krivda na nobenemu, ampak smo vsi soodgovorni, kar sva že prej super rekla, par naj se zmeni, kako bi in pol znotraj tega. Ampak, ja, si povedati, kaj zdaj rabim, ne. Tako in mogoče, da ženske rečemo, le jaz se rabim povezati, jaz se želim povezati, pa da tudi vemo, kaj je naš jezik povezave. Ker ena bo hotela se pogovarjati, ena se bo hotela dotikati, ena bo hotela, pač različni jeziki ljubezni so, a ne, ali pa povezave. Ena bo hotela iti na sprehod, ena bo hotela imeti mogoče distanco. A ne, so tudi primeri, kjer se moški želi več bližine, a ne. Največ izziv v partnerskih odnosih za moje pojme, če bi mogla eno stvar reči, je prav ta bližina. A ne. Imamo različno, kaj je zame varno in kaj je za mene povezava. Za enega bo čez svetle, za enega bo čez svetle, za enega bo pa čez svetle. In v partnerskih odnosih se zelo velikokrat dobimo nesinhrono, ampak enega hoče tok, pa enega hoče tok. To smo pa zopet pri otroških izkušnjah, pa pri tej zgodnji navezanosti, kaj je bilo meni kot otroku varno. Koliko bližine, koliko stika, koliko dotika, koliko, ne vem, neke te povezave. Vse je povezano. Je. Vse je povezano in vsi smo povezani. Tako je. Škatla, noter so vprašanja iz naših delavnic. Okay. Se pravi, na naših delavnicah otroci anonimno lahko vprašajo karkoli, napišejo na listek in listek vržejo v škatlo. Tako da, zdaj si predstavljaš, da imaš pred sabo 20 otrok, ne veš, kdo je vrgel kjer listek noter, potegneš ven in govoriš, kar bi rečel, da si učilnici in jim odgovarjaš. Tako da izvoli izbrati en listek. Saj se bo, samo se reši. Bože, se bo že rešilo. Ja. Kako povedati staršem neko stvar, ki jim bo težko sprejeti oziroma te podpreti pri tem? Ja, a ne, to je v bistvu že, to je ta komunikacija med starši pa otroki, ki jo je težko kar čez noč spremeniti. A ne, točno to sem prej razlagala, da želim, da otrok pride in pove tudi stvari, ki jim je težko. Zakaj ne hodijo? Zakaj ne hodijo? Tako da zdaj bom najprej odgovorila, kako se temu sploh izogniti, pa bom pa še na vprašanje odgovorila. Če bo otrok vedno, ko bo prišel k meni, z nečim, kar mu je težko, pa je problem ali pa za mene problem in mu bom težila, bo nehal hoditi. Zato tudi, če pride otrok z oceno, ki je slaba, ali pa v mojem svetu slaba, se res probam izogniti teženju. Pa ne samo ocene, tudi ne vem, neki problemi, ali da je naredil narobe, ali da ima neki izziv, ali da ima neko stisko, ali da ga nekaj boli. Recimo bolečina. Otroka boli, mi rečemo, saj je vse v redu, daj ne joki. Ali pa, se nisi taka punca, nehaj smerati. Ali ga pa zamotimo, glej ptička, njega boli, njemu je težko. Torej, ne rabim ga zdaj, res si bogi, a ne, ampak a se lahko usedem k njemu že, ko so majhni, pa mu rečem, daj povej mi, kako ti je. Bom tukaj s tabo, ko te boli. Čisto preprost stavek, samo sploh ga nimamo na radarju. Dolgčas mi je. Super, bom tukaj s tabo, ko ti je dolgčas. Isto, kot če je nekdo vesel, mu rečem, a vesel si, jaz bom pa zdaj žalostna.
Bom s tabo, se bom veselila s tabo. Torej, da damo prostor vsej vsebini, ki je. To ne pomeni, da lahko vse delaš, to ne pomeni, da ni mej, lahko pa čutiš in lahko se izraziš. In otroci se na začetku izražajo tudi fizično, a ne, temu se reče pa socializacija, da jih naučimo. Ok, lahko to čutiš, ampak ne razbijaš. Lahko se izraziš, lahko rečeš jezen sem, lahko rečeš karkoli pa čutiš, zato ker to pomaga pri regulaciji. Zato da pol enkrat znam začutiti in se izraziti. Ljudje imamo pa dve blokade. Lahko se čutimo, pa se ne upamo izraziti, ali se pa sploh ne čutimo več. Pa nimamo kaj izraziti. Pa nimamo kaj izraziti. Velikrat naj tudi na srečanjih. Kaj pa čutiš? Ne vem, nič. Ok. Kako si s tem, da nič ne čutiš? V redu. To mi je normalno. V bistvu smo pa disocirani od sebe. In če se ne čutim, živim drugače, kot če se čutim. Torej, za starše, ne, kako pride do tega, da bojo otroci nam povedali, ko pridejo s težkimi stvarmi, se najprej ugriznemo v jezik in sem najprej tiho. Naredim 3 globoke vdihe in izdihe in vse tisto, kar bi hotela stresti na njega, kaj je naredil narobe in groza in ne vem kaj, malo počakam. Pa prav sploh slišati, kaj se je zgodilo. Jaz vidim pri mojih dveh, dostikrat je vzad čisto neka druga zgodba, ki si jo moj namisli. In vedno je neka logika vzad. Njihova logika, ne moja. Ampak to sem jih pa naučila v bistvu skomunicirati, da tudi reče tako, daj. V mojem svetu je takole. Ok, daj, da slišim v tvojem svetu. Ne? In pol dejansko poslušam, kako on razmišlja, kako on stvari doživlja. In vidim, da z njegove perspektive ima veliko stvari smisel, čeprav jih zame nima. Ne? Da res slišimo stvari, ki jih nočemo slišati. In da tudi ne dajemo takoj nekih rešitev, pa nekih nalepk, pa v bistvu neke kritike. Ker če bi ti prišel k meni, pa bi mi 10-krat prišel povedati neko težko stvar, pa bi te jaz ali udarila, ali sramotila, ali skritizirala, ali dol potlačila, a bi še prišel. Ne. Verjetno niti 10-krat ne bi prišel. Ne bi, ne. Ne, no mi v bistvu isto delamo. In včasih hočemo dobro, zato da ne rabijo delati napak ali pa zato, da se bojo izboljšali. In lahko jim tudi damo nasvete pa informacije, ampak najprej en del poslušanja. To nam zmanjka. A ne? Kaj pa naj najstnik naredi v tem primeru? Ja. On ima to tegobo. Rad bi staršev nekaj povedal, ne ve kako. Da ne bo negativno. Lahko dejansko, ampak ne, to je v bistvu zdaj najstnik dela nekaj, kar bi starši mogli delati. Ampak Ja, jaz jim povem, ne, drugače, tako, sam za intermezzo. Jaz jim rečem, nažalost, trenutno je tako, da stanje je tako, da smo odrasli najstniki ujeti v odraslih telesih in ne znamo boljš. In boste tle pač vi mogli biti bolj odgovorni, vi tej svetilniki ljubezni doma, da mogoče se bomo tudi mi malo zbudili. Ne. Ni fair do vas, sam imaš izbiro. Lahko narediš tako, kar pač smo ti priporočali, ne, kar je, recimo deluje zame. Probaš, če bo delovalo tudi zate, lahko pa isto je naprej. Ampak če nekaj probaš, pa ne deluje, si saj eno rešitev bliže stvari, ki bo delovalo. Lahko dejansko začne komunikacijo na ta način, da mu je težko se izraziti, ne? Da govori o sebi, da se mu je težko izraziti, da mu je težko povedati, zato ker ima občutek, da bo to težko sprejeto, težko podprto, da se je vseeno odločil, da bo probal. In da je namen te komunikacije, pa lahko pove, kaj bi bilo pozitivno, a ne? Ne vem, da ohranimo odnose, da naredimo en korak naprej, a ne? Pol pove, kar je tematika. V bistvu take komunikacije se da dejansko naučiti. Se pravi, en pove, pol pa drug ponovi, kaj je slišal, recimo. Ali pa pol na koncu vpraša, ne, kaj sta pa slišala, če sta zdaj starša, kaj sta pa slišala, kar sem povedal, zakaj pa mislita, da mi je to toliko pomembno, ne? Da se začnejo pogovarjati o njemu, ne da vsak od staršev pol ven pade v neke svoje svetove, pa v neke svoje frustracije.
ker on rabi biti slišan. On rabi biti sprejet in slišan v tem, kar je. Ni nujno vsako stvar, ki si jo zamisli, ampak da ima občutek, da je on kot oseba slišan in da je on kot oseba sprejet. Ne vsa tvoja vedenja, ampak da te sprejemam. In kadar so otroci malo drugačni kot mi, je to zelo težko. To so te marjetice pa kaktusi. Se pravi, da sprejmem, da ima moj otrok svojo pot, da bo absolutno naredil stvari drugače kot jaz, da ga lahko opremam za ene stvari. Mi kot starši smo zdaj zelo v delikatni poziciji. Naši starši pa njihovi starši so približno vedeli, kako bo šel svet naprej 50 let. Kako naj svojega otroka sploh spodbujam, kaj naj greš študirati, če sploh ne vem, kateri poklici bo čez 20 let na voljo. Kakšen bo svet čez 20 let. Torej, edina stvar, ki jo lahko naredim, je, da ga opremam, da bo sposoben živeti v spreminjajočem svetu. Kar pa zame pomeni, da se čuti, da se zna izraziti, da zna poiskati podporo, pomoč, da ne rabo vsega sam delati, da ima neko samo motivacijo, da ga spodbujam pri stvarih, ki ga zanimajo, da ga tudi malo usmerjam, kaj je ja, pa kaj ne, ampak načeloma pa, da razumem, da svet, ki je pred nami, bo zelo drugačen. Recimo jaz, ko sem začela psihoterapijo študirati, pa takrat sem na televiziji pol delala, jaz nisem vedela, da bom čez 20 let lahko online to delala. A ne? Se pravi, se rabimo prilagajati, se rabimo učiti, se rabimo, ne vem, gledati okrog sebe, razumeti, da smo mi, ne eden, da se rabimo tudi povezati, ampak znotraj teh povezav biti tudi jaz. To je pa čisto ena druga logika, tudi mogoče vzgoje, kot je bila, ne vem, 50 let nazaj. Ško pravijo, ne? Z tvojih ust v Božja ušesa, vesolja, življenja, da bi čim več ljudi to dojelo. Zadnje vprašanje, imaš ti kakšno vprašanje zame? Kaj pa je tebi v starševstvu najlepše? Najlepše v starševstvu? Ali pa kaj sta te naučila? So te naučili? Otroci. Ja. Najlepše v starševstvu je... Pismo toliko stvari, ne vem. Ne znam niti povedati, če sem iskren. Redko kdaj ostanem brez besed, sam tle pa ne znam povedati, kaj je najlepše v starševstvu. Vse je cool videti, ko odraščajo, ta je zdaj star 5 let, pa mi je tako, mater je že velik, razumeš, močan. Imamo za penale sklece, tu kar ti dela po 200-300 sklec na dan. Z lahkoto, pravih sklec, ne unih nekih pol pa malo, tako pač sem ga naučil skleco. Tako da ja, jih gledati, ko odraščajo, ko sta tudi različna karakterja, ko te stisnejo, ker ni važno, koliko v mojemu svetu zafrknem ali pa sem zdaj reagiral nepravilno po nekih normah, pa te še vedno pride objet, pa je tam. Pa greš stran, pa pride za tabo. To mi je najlepše. Kaj sem se naučil? Do nedolgo nazaj sem imel, kam v mene otrok nekaj učil. Jaz sem tle, da učil njega, zdaj on mene učil. Ampak kaj sem že razrešil, na kere knofe so pritisnili, tu pa ja, no sej, čez to sem me učila. Tako da ja, ene te jeze, ki je bila v meni veliko, sem šel razrešувати, ker sem videl, da jo ne znam kontrolirati tu pričo njih. Biti potrpežljiv, malo razmišljati, kako gledati na dolgi rok, malo miriti situacijo. Videti, kaj jaz veliko govorim, ne.
Znanca mi tako taj doskrat reče, dej nehi. Pa sem jaz tako, pa hoj ti meni govoriš, da naj neham. Se pa sem videl, da jaz Uršik to rečem. Ker celo tajma prva beseda je bilo ajde. In meni, mama pa odkje zdaj ajde prva beseda. In pa smo se gledali in smo tako, ajde gremo tam, ajde to, ajde zdaj to, ajde pol tam, ajde. Moje je bilo ajde. Tako da, ja, to. Mislim pa, da ta glavni ruker za mene še pride. Ke bo Najstništvo. hčerka, ke bo hčerka. A, Po moje, no. Tam je po moje bo oči odpiral ene nove svetove. Ja, tako da hvala za vprašanje in sigurno bi se še kaj našlo, če bi dlje časa razmišljal. Ampak na prvo žogo je to. Ana, hvala za vse izkušnje, delitve, mamice, partnerke, učiteljice in kako gledaš in kreiraš ta svet. Hvala ti, da prispevaš staršem, odraslim, delaš ta svet lepši. Mislim, da je tudi to in da imaš partnerja, ki dejansko tudi tako vidi, gleda. Da v bistvu osebno mi pa daje še več volje do tega, kar mi počnemo. In da nas je zunaj veliko več, kot se zdi na prvi oči, ker si želimo malo drugačen, v mojem svetu bolj spoštljiv svet. hvala za vabilo. Ja, na začetku si vprašal, zakaj sem prišla. Mogoče sem to začutila pri tebi in sem zato z veseljem prišla. Zato, ker ja, veliko več nas je in jaz sem večna optimistka, tako da verjamem, ne glede na to, kaj se vse zdaj dogaja, da nekje spodaj raste lepši svet za naše potomce in vsak se lahko po svojih močeh potrudi, pa če nas je veliko, pa malo pa se veliko nabere. Bodite fajn. Čau, čau.